Yo, hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress What report. up? Hashtag progress report. Progress report. Hashtag progress This is a progress It's your report. boy, Mr. U. What up? Late for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadelka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat, goddammit, stay on beat. Vse smo vedeli, no. Tako da, jaz imel slušalke tih, ne rajš imeti, jaz imam toliko samo, da pač beležim zvok. Jaz ti malo bližje naštimo. Okay. Evo, super se slišimo, odlično. Okay. To si me vseeno doma na tiho. Cool, evo, mi smo že kar v bistvu začela. Tako da, dragi poslušalci pa gledalci, evo danes z mano prav poseben gost, Anže Česen, aktivni pripadnik Slovenske vojske, vojaške policije, upravo 6 mednarodnih misij, tekač, ultratekač, preteko od Goričkega do Pirana in pa pred kratkim tudi, poleg vseh ostalih, preteko svoj Ultra 500 projekt, 500 kilometrov po Sloveniji, je tudi ljubitelj podcastov. Jaz bi ti pa še, bi šel še celo tak daleč, pa bi ti rekel slovenski Fidipidis, se pravi, to je za tiste, ko ne veste, grški tekač, ki je v bistvu pretekal, zaradi njega so nastali maratoni, no je v bistvu pretekal za bitko pri maratonu nekje 40 km, da je Grkom povedal, da so zmagali. Ne vem, jaz te tu vidim, vojska, tek, to je to. Tako da, hvala Anže, da si prišel, da si vzel čas, dobrodošel. Kak si reč? Hvala lepa za povabilo, vrhunsko, super, zdaj sploh. Ker smo v takem stanju tukaj, ker smo, tako da hvala. Zdaj, ko je še vse čisto tako sveže, za tiste tudi, ko ne veste, prejšnji teden, kateri dan je, sreda? Torek si zaključil svoj Ultra 500. Drži, ja. Kakvi so občutki? Ja, jaz mislim, da se še sestavljajo, no. A veš, včeraj so se pogovarjala z mojo, tako čustveno si izprazen v bistvu čisto, veš, nimaš nekega veselja, to neke euforije. Čustveno te izprazni taka zadeva. Sej čudno zgleda, pa zveni, ampak nimaš nekega, ne vem, kad dobiš kakšno dobro oceno, pohvalo, pa si vas navdušen ali pa nekaj si naredil, ampak ne vem, tukaj si tak prazen. Neč. Si v bistvu pustil vse na progi, no, ja. Jaz mislim, da ja, no. Ja. Kako dolgo je trajalo, pa da malo piši, no, na hitrce. Zdaj se bomo še pol tak vrnili, ampak toliko, da kje si šel, kdaj si štartal, koliko si mislil, da boš cajta naredil, pa pol koliko si? Ja, v bistvu ta projekt je enkrat že vodo padel, ne, 500, sicer druga lokacija, smo štartali iz Pirana, tokrat smo šli pa direkt iz mojega doma, pa sem rekel za svoj 40. rojstni dan, da naredimo to 500, ne. Tako da ja, štartali smo 8. 9. imam jaz rojstni dan, smo rekli, da do polnoči to še podaljšamo mička naprej, ne, to žurko, načeloma žurko, ne. Ja. Tako da ja, v bistvu plan je bil tak, da naredimo 500 km po Sloveniji, štartali iz Ivančne Gorice do Žužemberka dol proti Metliki, pa v bistvu vse do Lendove in Ptuja gor po hrvaški meji, v bistvu blizu hrvaške meje, ne. Tako da smo spoznali tudi veliko slovenskih krajev, res lepa Slovenija. In tako ja, tam nekaj tako malo srce zaigra, ker rečeš, res je lepa Slovenija, ne. In ja, noč, pa tukaj le gor, od Ptuja, Maribor in pol po stari cesti nazaj do Ivančne, ne. Nanesli jih je 506 km, Ja. Avtodom je na vsakih 5 do 7 kilometrov počakal, ne. Mi je nudil, kar mi je nudil in med potjo se mi je lahko vsak pridružil, tako kot si se mi ti. Ne, zakon je bilo. Se pravim, jaz sem, drugače jaz sovražim tek oziroma laufanje. Že od malih nog, vem, da se mi je nekako zamerlo v osnovni šoli, ko smo mogli tistih 600 metrov pa Coopera odlaufati, pa vedno so učitelji to tako nahajpali, pa moraš, pa da ne boš zadnji, pa vsi so bili. Jaz pa sem bil ful debeli, pač res ful sem bil debeli in itak nisem ne verjel laufal
In vedno, ko sem pol prečkal ali pa že predtem, mi je od vseh te živčnosti mi je vedno bilo slabo, vedno bruhal in se mi je zagablo, ono res. Zdaj pa nekako čez čas, pol pa malo spremljaš, pa vidiš on laufa, pa ona laufa, pa tisto, pa srbi me, no. In mi je z užitkom, no. Vedno mi je sicer muka se spraviti, obujem se že, oblečem se že, ampak pol je tak, čakaj, bi šel zdaj mogoče 10, 15 ali bi šel samo kakšen kilometer, veš. Pa ko enkrat zalaufam, pa je užitek, no. In ko sem te spremljal, pa tisti dan pol, ko sem se ti pridružil, sem rekel, fuck, jaz sploh pripravljen nisem, on itak mašina, stroj, upam, da ne bo zdaj to, ne vem, neki 4-2 tempo, pa crkno tam, ziher bo vsi ful pripravljeni, pa vsi oblečeni, pa vsi tekaške čevlje, pa jaz tam neki olož, veš, kdo te ovije. Ampak mi je bilo ful fajno, tako da sem ful vesel, da sem se ti lahko pridružil, no. Res, če si gledal, pa itak si Forrest Gumpa si gledal, tako ga vsak, isto mi je bilo, Forrest Gump, jaz se ti priključim, onih par kilometrov, več zakon mi je bilo res, tako da, svaka čast, polko sem razmišljal, 500 kilometrov, ni šanse, ne, ampak dobro, ti tako imaš vrsto let teka že za sabo, ne, daj mi reči, kak si sploh, oziroma bomo potem, gremo se vrniti, da bomo imela neki timeline. Okay. Za začetek me zanima v bistvu, kaki si bil kot otrok, kako je bilo tvoje otroštvo, odraščanje, okolica, družba, šola? Ja, jaz sem 86-letnik, ne, se pravi, to je tisto obdobje med osamosvojitvijo, ne. Moj oče je bil tudi pač udeležen v vojni za Slovenijo, ne, in takrat je pač meni ta, ker sem jaz videl njega kot mulc v uniformi, meni bilo to ful vse, ne. Daleč od tega, da mi bi vojska zanimala, ne. Ampak pač bilo mi je ful v redu, ne. Vem, da smo velikrat jokali, pač kaj je učil, ne. In take zadeve. Ampak ja, bil sem pa, saj jaz se tako vidim, no, kar igriv, ne. Pač vedno me je kakšna žoga zanimala, šport, teko pa nikoli nisem rad, ne. Ja. Tako da, pa kolo, no, okay. Kolo. Tako da kolesa sem veliko uničil in dedih je veliko po šraufu, ne, tako da ja. Igriv sem bil, no, tako da tudi z gipsom sem igral fuzbal, ne. Adijo, ja. Ni te nič sestavlja. Ne, dokrat niso starši, učitelji poklicali starše pred tega iskata, ne. Kaj te vidi? Ja, res, no, res, to je res, tako da ja. Nič, pa kaj, osnovna šola, Priden, ocene pa to, mislim, ful... Šlo je česa, ne, okay. Da bi bil ful priden podličnjak, to nisem bil, ne, ampak ja, šlo je čez brez večjih nekih težav, nisem se pa rad učil, to čisto odkrito povem, ne, pač kot, najbrž nisem videl poante ali pač ja. Kakorkoli, ne. Srednja šola sem pa, ne bom rekel, malo sem se spremenil, ne, raj sem se učil, da tako rečem, okay. Ne, sem mogoče videl večjo poanto pa te zadeve, pa jaz sem se pa začel malo s fotografijo ukvarjati, okay. Pa videotehniko in sem tudi na medijsko in grafično hodil, ne. In to me je začelo zanimati fotografija in mi je bilo zanimivo, ne. Pa kam naprej, jasno, ne. Zdaj, oče mi nekako, ne da mi ni dovolj, ampak rekel, vojska ni, ne. Ker je vedel, kakšen je sistem, levo, desno, ni. Ja. Ok. On je bil na misiji, mi da z mamo so pa hitro to spisala. Življenjepis, da sem jaz dal naprej in to je to. In on sploh ni vedel, da sem jaz v Vipavi na 6 mesecev. Ni vedel? Ni vedel, ne. Okay. Tako da smo pa povedali, sem šel v vojsko in pa itak. Samostojen in to je to. Tako da je bilo pa zanimivo, ja. Naprej. Pa od kje misliš, da je prišla ta, kako bi rekel, želja oziroma, da si se res odločil za to? Dobro, videl si očeta, ampak si hotel pač iti po njegovih stopinjah, da bi on bil ponosen, ali mislim, kje to izviralo? V bistvu zdaj res težko, če tako rečem, ne, gledam, ne, mislim, da rečem, kaj me je to gnal do tega, ne. Sej, ko sem ga jaz videl v uniformi, pa to, ja, jaz sem pač bil tako navdušen kot otrok, pa orožje, pa to, pa ne, pa dej uno bareto mi dej, da vidim malo, pa pogledam, ne, pa ne. Še en tak košček linoleja sem imel v spravljen dolg časa pri sebi, ko mi je bareta padla na tla in se je pač vtis naredil, ne, pač košček, res centimetra, ne. Ne vem, kam me je gnal, da sem jaz takrat šel v vojsko, no, res ne vem, pač zanimivo mi je bilo, takrat je bilo še ne vem, tak je bolj, ta svet bolj vojaški, da bi rekel, ja. Poznamo Afganistan levo, desno, gor, dol, ne, vsi smo hoteli biti fajterji, pa ne vem, kaj vse živo, ne, ja. Pa filmi, ne vem, ne,
Ampak ja, meni je bil vedno pač ja, neka, ne bom rekel disciplina. Jaz sploh nisem poznal, kaj bom, ko sem prišel v Vipavo, ne vem sploh, kaj pričakovati tam. Ja, Nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Ne? Tako da ja, pravzaprav ne vem, zakaj je res odkrito. Takrat, to je bilo si rekel koliko? 6 mesecev? Ja, jaz sem bil 7 mesecev, 6 mesecev, ja, tako je. Tako, 26.6.2006. Si mislil, kak je bilo, no? Si predstavljal, da bo tak, ali si mislil, da bo bolj strogo, da bo manj, kak je bilo, da malo Vipavo V pisati? bistvu pri nas takrat ni bilo nič teh socialnih omrežij, da bi lahko nam kdo sploh povedal, kako pa kaj bo. Ne? Pač dol si šel in disciplina stroga, pojsle ob 12 pižama in alarmiranje, skleci, sonce, v zuni delati na asfaltu, vročmo, sklece pihati v roke, da te ni užgal. Take zadeve, ki so mogoče danes nedovoljene, prepovedane, kakorkoli, ampak ok, jaz pravim, ko si ti tam 6 mesecev dol, ni nekega tolaženja, pa to, pač boš na srku in to je to, ne. In nisi imevža in potrpiš, ne. In če ti reče nadrejeni, to razumem in gotovo, ne, zato si dol. Tako da jaz mislim, da je treba tega, ne, in vsaj 6 mesecev oranko usposabljanja. Ne. Si imel, mislim, težave takrat z tako vrsto discipline, pa to ali si? Jaz bom tako rekel, mislim, da pri nas takrat, ko je bila ona generacija, sploh nismo o tem razmišljali. To je to, kaj on rekel, to je to, samo ena opcija je bilo. Je bilo logično. A boš naredil ali boš šel pa domov? Ja. Ni tu, no boš pa prišel čez en mesec, domov greš in mi smo se bali, če noš naredil nekega streljanja, nekega pohoda. Ti si se bal, oni so te vrgali, dio, pet, ne rabno te, edino pravilno. Ne pa danes 10 poskusov. Ne, pač lej, ne boš naredil in zato imaš dober kader. Ja. Ne boš naredil, ne. Ja. Se boš potrudil, če ti kri teče iz nosa, ja, veš, za kaj si naredil, ti si fighter, to je to. Ne, pa verjamem, da marsikateri inštruktor bo rekel, ja, dober je, ker se vidi, da se truta, ne. Ja, ni to vse, mislim, veš. Ja. Pač bolj strogo, bolj disciplina, ne, strogost, ne. Ni tu uno zebancija, pa zdaj ne vem, ne smemo delati sklece na soncu, pa to. Ja, 2 uri bo stal na soncu, da ti začne kaple dol, pa da se malo začneš zibati. Ne. Točno to. Sej telo, preden boš ti umrl, bo ima toliko varnostnih mehanizmov, da ne boš kar tako. Ne. To jaz konstantno pač isto razglabljam s komerkoli, no pač vedno na to temo pridemo, pač današnja družba, da so vsi pomehkuženi, pa ono pa tisto, pa mlajše generacije. Ne vem, kje se je ta, kako bi rekel, grozna sprememba zgodila čez noč ali pa mogoče tega ne vidim, ampak isto jaz, pa sem 90-letnik. Jaz vem, da sem se na Vipavo sam pripravljal ene 4 mesece, ker me je bilo strah, in tako bom med verjetno najstarejšimi, da ne bom jaz med zadnjimi, tam onimi 18, 19, 20 letniki, veš kaj mislim, da ne bom slučajno kaj, ne vem, ne zmogel. In sem se iz strahu spoštovanja do vojske, do sistema, do urjenja, sem se pač orenk pripravljal, ne, in pol prijem tja in vem, mislim, kaj je za našo mladino, ne. Ne vsi, ampak velika večina, mislim, tako, to je to, mislim, kaj sem jaz, ne vem, spal zadnjih 15 let, ali mislim, kaj se dogaja, ki smo, ne vem, pa ti si že dolgo, koliko let si zdaj že v vojski? Zdaj bo 20. Zakaj, mislim, kaj ti misliš, da so vzroki, da se take spremembe dogajajo, ne vem? Mogoče bi jaz, ne vem, koliko sem mogoče prej malo pogovarjala, ne vem, kakšna, ne vem, ta zakonodaja, ne. Mene ne smejo poklicati, šef me zdaj ne sme poklicati, da mi pove, kako jutri delam, ne. Zato, ker je neka, ne vem, zadeva v igri, zakon o, ne vem, tem, kako si že reče, odklop, pa kaj te svem kaj. Ja. Ti si v vojski 24/7, pika, konc, finito. Debate, konc, ne bomo tukaj debatirali. Poklič me, kadar me rabiš. Ja. Jaz bom pa takoj bil dosegljiv, ko bom lahko, ne. Točno to, ja. Pa ne rabim za to nič evra, ne. Ja. Sam, in to vse pol, ne, pa ne smem biti, ne, pa vode pit, pa pa tret, na koliko cajta, pa te pravice razne, ne. Preveč pravic. Tam se vem, mogoče se bo čudno slišala, ne. Tam, ko priješ v Vipavo, bi mogel biti A4 format, pa določene pravice se skenslajo in to je to. Pa podpišeš, se strinjaš, noben te ne sili, če ne želiš. Tako, evo, tamle so vrata in nadiv nasvidenje, določene zadeve, ne. Sam ja, to ne bomo videli. Ne, pravno legalno to ne šlo skozi nišance. Ja, se strinjam s tabo. Pa kaj bi tu rekel, da so itak poleg zakonodaje pa pravic družba, starši, internet, blagodje, ker vseeno jaz menim,
da so v veliki meri krivi starši. Definitivno. Lahko imaš ti 10 prijateljev okoli sebe, ki so, ne vem, ful pomehkuženi ali pa ful v slabi družbi, če so osnove, če so temelji starševstva pa vzgoje postavljeni, ni to kaj narobe. Se strinjam s tabo čist in jaz bom tako rekel, svoj primer dam, pa mogoče se v kakšno nasmehnil, pa bo rekel, taj čuden, meni je oče rekel, bom dobesedno tako povedal, kakor mi je rekel, lej, Mulci, ko prišel enkrat pijem, pa kad te za oho po čikih, te bom pretepal kovola. Danes ne pijem, ne kadim, pika konc, finito. Hvala Bogu, vesel in ponosen v družbi, rečem, ne bom hvala. Ja. Pa ni nič narobe, če kdo to drug počne. Ja. Sem lahko v taki družbi brez problema, ampak ja, velike tukaj v starših, ne. Ja. Ne, pač lej, če si tam nekaj pojedel, bo za sabo pospravil, ne. Ja. V redu, ker si star 10 let, ne, ker si pa 18 plus, pa definitivno. Ja. Ne. A ti pa zmečem v poslo, ne. Ja, normalno. Recimo, dok si tukaj pod mojo streho je spravim, ne. Ja. Ampak ja, jaz imam ful glede tega, imam ful tako bolj mogoče preveč striktno in marsikdo se z mano ne bi strinjal, ampak jaz bi to hitro porediral, take zadeve. Neki starši, ki prakticirajo permisivno vzgojo, bi... Ne, ne, ker bojo imeli oni itak, se s časom bojo videli to, ne, Ja. ker jih bojo otroca, ne, komandirali. Ja. tako, ali pa celo pretepali in tako naprej. Ja. Bojo že videli. Ja. Polko si opravo, Vipavo, ki si bil z mislimi, si vedel, zakon, to je to hočem, kam lahko grem dalje, o čem si pol razmišljal, kam bi šel? Ja, v bistvu pol pa tako, ne, pri nas je bilo, da je bil zadnji postroj pred odhodom domov oziroma v drugo enoto in tam je bilo nas, ne vem, primerno 30 in so brali, ne, ukaze, kam gremo v enote, mi tega prej nismo vedeli. Ni bilo nobenih želj, ni bilo nobenih želj, tako kot zdaj, kam bi kdo šel, ne. Ja. Samo dubu si, česa na RKBO, bam, bum, meni se je svet porušil. Kak je RKBO, Jaz odhit povem, da jaz sem takrat se videl, 20 motoriziran, takrat če bil v Celje, fighter, to je to, pehota 10, oru, akcija, gremo, ne. Ja. Se pravi, jaz sem bil tam star, se pravi 21 let, cca, dajmo se fajtati. Poln testosterona, akcija, gremo. Sam fajtati, ni bilo nič, ne. In tam se ti malo svet porušil, ne. Jaz sem bil dosti hitro pol izjavo, presep v desni strani žepa, da pač ne, premestiti v 20, ne. Ja. Spet okoličin levo, desno sem pol končil zelo malo v vojaški policiji, ne. Kar ne obžalujem, kar mi je super in nekaj novih izkušnji vse, tako da ja. Ne. Ampak ja, takrat smo pa dobili na licu mesta, kdo gre kam. Ja, zdaj pa, mislim, ja. Veš, kako je, sorry, kaj te prekinem. Ja. Po eni strani kul, po eni strani ni. Kul je zato, da če boš imel zadovoljnega delavca, da ti bo nekje delo, super fajn, je to vrhunsko. Ne? Včasih pa za sistem mogoče malo drugače, tudi tam jih rabimo. Normalno. Po bo pa v določeni enoti primanjkljaj, ker pač narava dela in nobena hoče tja, kaj pa zdaj pa ne moreš menga prisiliti. Ja. In zakaj zaungavala, zame pa ne. Tako da ja, raj pa imamo itak, jaz smo tudi raj delavca, ki dela, pa tudi, če jih imam samo 2. Ja, itak. Pa 10, ki se jim ne da. Ko metlo podpira. Ja. In si v bistvu, zdaj si pri vaški policiji, koliko let že? Se pravi, zelo hitro, 20 minus 2 leti, cca 18, no, tam okoli. Si še mogel potem opravljati kako specializacijo ali pa kaj za vaškega policista? Ja, v bistvu mi smo isto pooblaščene uradne osebe, tako kot policaji v civilu, da tako rečemo. Ne. Isto imamo pooblastila, isto vse, ne. Samo da smo mi pristojni nad vojaki. Ok, pustimo to, da če pride kakšna oseba v vojašnico nepooblaščeno, da zadržiš do prihoda policije, pustimo to, ampak ja, delamo ista pooblastila nad vojaki. Se pravi, ne vem, tudi prometni prekrški, kazniva dejanja. Vse. Pa imate ločeno, da si ti, ne vem, kako bi rekel, prometni vojaški ali si kriminalist vojaški ali pač celotno? Ne, ok, zdaj pustimo, kako se zdaj ta zadeva transformira po ta novem, ne, okay. Ampak si vse, ko si patrulja, imaš ustavljene vozil, hitrost, akcija na delovnem mestu, alkoholiziranost na delovnem mestu, brezhibno vozilo, če vse klapa, ne, nadzor nad štempljanjem, registracija, vse si v bistvu. No. To je kar mislim, full, ne. Ja, moraš kar veliko vedeti. Kak pa pol recimo zgleda en tipičen dan v tvoji službi? V bistvu v vojaški policiji ni tipičnega dneva. Okay. Ga ni od 6:30 do 14:30. Ne. So razna spremstva, delegaciji, razni premiki, ki jih moraš zagotoviti, da je varno narejen. Tako kot sem rekel, akcije in te zadeve. Tako da ni. Ne. Lahko bi rekel, da zjutraj, če tako rečeva, če si lahko vzameš malenko za šport, ne.
pol so pa že akcije naprej, ne? Se pravi promet ali pa kakšna patrulja, karkoli. Ne? Večinoma največ pa kaj počnete? Zdaj je veliko spremstev teh tujih oboroženih sil, ne? Ki zapuščajo oziroma naredijo sam tranzit čez Slovenijo, ne? Ali pa pač imajo vaje na počku tukaj. Ne? Tega je kar dosti. In kaj vi v bistvu pač spremljate kolono vozil, zagotavljate varnost? Točno to. Ja. Spredi zadnji, kakorkoli je sestavljena kolona, pač da zagotoviš varno izvedbo premika od točke A do točke B. Kaj pa najraje delaš od vseh teh zadolžitev, ki jih imaš? V bistvu ja, najbolj tako, da bi rekel, je dinamika kakšne nenapovedane akcije, če so, ne? Ali pa da prideš malo v Vipavo pogled, pa take zadeve. Ne? Akcija v kakem smislu? Nadzor alkohol, ali pa da bi rekel kakšne ZPRCP, ne? Se pravi upoštevanje teh predpisov, ne? Da je dinamika pa to. Ne? Vse te spremstva, so pa tudi zanimiva ta spremstva, ne? Srečaš kakšne tujce, debata levo, desno, ampak veliko si v vozilu tukaj. Ja, ni toliko dinamike. Ne? Ampak ja. Mene so na kapi, na prijavnici, no, so me sredi noči isto me VP preseneto, sem bil buden, normalno nis nič kaj, ne vem, gledal televizijo ali pa kaj. Prijeta, mu pihali, fakt sem mislil, kaj se nis nič pil, ne. Pa sta bila, moram reči, kar stroga, no, jaz sem tam hotel, ne vem, se malo pogovarjati, pa to, ker mi je bilo tečno, ne. Razumem. Ampak sta bila kar oštra. Ampak mislim, bi rekel, da zna biti zanimivo. No. Pa vem, da so nas vedno strašili v Vipavi, zdaj, če bo kjeri kakšen kos opreme zgubo ali pa če ga ne bomo najedli. Čakaj, ti malo bo VP prišel, ne bomo tako stvari boš ti mali. Fakt, hitro, kje je okvir, fakt. Zanimivo, no pa bi rekel, da je v Slovenski vojski pol neke vrste se vas bojijo, ker ste neke vrste babavi, ker mu lahko daš zapihati ali pa mu lahko, ne vem, prebereš pravilnik, pa če se ne drži, sledijo sankcije ali... Ja, veš kako je. Moje mogoče osebno mnenje, pa ni to mnenje Morsa, pa ne vem koga, ne? Ja. Pač moje osebno mnenje, te razni naši zakonodaja nas ful omejujejo, ne? In hitro pride do tega, ne, da ti nekaj narediš, pa dobro narediš, pa veš, da to ni prav, da ti je naredil nekaj, a ne? Pa ga pol sistem mičken oziroma nadrejeni ga malo zaščitijo. Malenkost preveč, ne? Ja. V redu, prav. Ampak pol to se, itak vemo, da se te iz ust prenaša in pol ni lih to, kar bi lahko bilo. Ne? Ja, štekamo. Odkrito povedano. Ja. Moje osebno mnenje, kakor vidim, ne? Ja. Se pa vidi, da je profesionalizem, ne? In oni točno vejo, dokje lahko grejo. Ne? Ja. Ok, tukaj, zdaj pa malo ta dvignil glas, zdaj pa ok, v redu, to je to. Ne? Ja. Vejo, ne, zakaj se gre. Ja. Tako da, če bi bilo pa naborništvo, bi bilo pa kar dela. Ja, te bi imeli pestro. Pa misliš, da bomo uspeli, oziroma vlada, da bo uspela to naborništvo uvesti? Jaz si bi ga želel, zdaj kako je od vlade, levo, desno si želijo ali si ne želijo, mislim pa, da civili nočejo. Misliš, imaš taki občutek? Sej veliko teh spremljamo, raznih novic levo, desno, pa so ljudje kar zainteresirani, razni mogoče starši, ki vidijo, kam je zdaj šlo to vse vragov, ne, ja, oni bi to, ne, ampak mislim, da je še vedno premalo. Samo starši, da je premalo, mogo bi cela družba, ne. Ja, se mi zdi, da itak mladi so bolj proti, ne, logično, zakaj rajmo vojsko, ne, simpatija, se ne bo nobene vojne. Jaz vsakemu rečem lepo, ne gre se za vojno, mislim, vojska tebi da neke osnove, pa če damo čisten butas primer, kako se postaviti zase, kako odgovoriti, podati, sprejeti informacije, če ne druga lahko, da boš, ne vem, čez 5 let iskal službo, pa ti bo vojska dala neke osnove, kako pristopiti, veš, biti spoštljiv, neke take stvari. V Sloveniji se dosti krat, vsako leto se zgodijo neke naravne nesreče, od poplav do požarov. Vojska ti bo dala osnove, da ne boš rabo ti klicati 112, da boš ti znal sebe pa svoje hitro nekako rešiti ali pa evakuirati ali pa jim pomagati ali pa prvo pomoč nuditi. Veš kaj mislim? Vsak samo, ko sliši vojsko, pomisli, ja, vojna, pa bo mogel iti, ne vem, se v Ukrajino tavčiti, pa ne gre se za to. Ne, ne vem, ali jim je narobe vse skupaj skozi ta internet predstavljeno, ali ne vem, ampak jaz sem vojsko ob prvi misli pač pomislil zastava, družina od zadaj, pač to bom jaz varoval, ne, pa pač znal bom, sposoben bom, ne.
kot neke vrste, kot da si daš zdaj, ne vem, neki čudežni jopič gor, pa dobiš neko moč, pa boš lahko svoje zavaroval, ne. Jaz upam, da bi šlo to z naborništvom skozi. Po drugi strani pa sem se pogovarjal tudi z veliko, pa so rekli, da tudi če bi šlo, pa da bi se, ne vem, danes ministrstvo odločilo, da gre skozi, mi smo iz časa Juge, koliko so mi povedali, ogromno vojašnic objektov se je zaprlo. Ni logistike od zadaj, ti moraš imeti toliko pa toliko inštruktorjev, izurjenih. Če se uvede naborništvo, boš dobil ti en kup folka, zdaj kdo jih bo inštruiral, učil, imamo dovolj šolskih miz, klopi, imamo dovolj avtobusov za prevoz, imamo dovolj v kantini, veš, ne? Ja. Tako da to sem bil kar šokiran, no, nisem si, sploh recimo za Vipavsko dolino, nisem vedel, da je bilo včasih toliko vašnic tam, no. Ja. Ok. Vojaška policija, prvi dan, ko si prišel, ko si nastopil kot vojaški policaj, pa danes, občutki, razlike. Je razlike, ko sem prišel na hodnik, zdaj mi povedati, koliko je. Ja. Mogoče tudi kakšno neprimerno besedo, ne? Lahko? Ja, Okay. kar prosim. Pozdravim, pridem drug štuk, ne? Pozdravim desetnika, ne? Z vojaškim pozdravom, ne? In pač to, ne? In reče, kva ti dviguješ to roko, še enkrat už to roko dvignil, pizdati jo v zlomu, ne? Jaz, kam sem jaz zdaj to prišel? Jaz pa navajam strogosti, čiste, to, ne? Tako da ja, vojaška policija, tako kot mogoče druge bolj specialne enote oziroma te družine, da tako rečem, je malo drugačne. In ja, ne, in tam ni toliko profesionalizma v tej smeri, ne, pozdravljanje, hierarhija je normalno, mora biti, veš, kdo je šef, jaz ne vem, danes nadporočnika še vedno vikam in ga bom in pač pika konc in to je to, pa nima veze. A je star 5 let več kot jaz, pa 5 let manj kot jaz, nima veze, ne. Edino to je pravilno, da mora biti ena taka hierarhija, ne. In pol ja, takrat sem videl, da je mičken drugačen sistem v vojaški policiji, no. Kot pa za danes, da gledam, pa vidim, da takrat, ko sem bil vojak, ko sem prišel, ne, pa danes, ko sem, da rečem tako, štabni, pa na VPČ-evski dolžnosti, ko urejam vojakom plan, kako je delal, rečem, pišu, ko ja, sej cajt gre pa hita, ne. Ja. Kako se je vse spremenila, ne. In tudi vidim, kakšne zadeve, kot mulc, ko sem prišel noter, sem delal mogoče malo ne bom rekel narobe, malo drugače sem razmišljal, ne. Pa da so me mogli malo usmerjati pa levo, desno, pa kako bi to drugače, ne, kakor moje mišljenje je bilo, ne, ko se mi je zdelo. Tako je, ne. Ti, ko si vojak, vidiš res ozko, ne, zato pravi, res ozko vidiš, ne. Ko imaš pa ti večja funkcija, ne, višja funkcija je, res imaš pa 180, ne. In se včasih vojaki obremenjujejo z zadevami, ko oni samo strogo naprej vidijo, ne. Daj poglej malo, jaz vidim širše, vprašaj me, pa ti jim povedal, zakaj je tako, ne. Tako da ja, to vidim spremembo. Samo mogoče, vsaj meni se tako zdi, kot vojaku, pa pač nimam jaz kaj za razmišljati, pač samo poslušaj ukaz in sledi navodilom, ne. To bi bilo super, ja. Pa ni tako. Ja. Je razmišljanje, preveč razmišljanja, ne, pa gledanja, pa študiranja, kako bi, kaj bi, zakaj bi, ne. Ja. Si imel kdaj kakšne, kako bi rekel, neljube ali pa zanimive pripetljaje, kar se tega tiče, da ne vem, podrejeni ali pa nadrejeni, da ste se mogoče v kaj zapletli ali pa kaj? Spomnim se, ko smo imeli eno, ne vem, zakaj mi to v spominu ostalo, pa sicer tega moža, ker več ni v vojski naši, je šel v policijo pol delati. On je bil vodnik, višji vodnik, jaz po moj desetnik ali pa poddesetnik, ne. Smo neko vajo imeli na Počku, neko izkrcavanje iz bova, ne, borbenega oklepnega vozila, še takrat zdaj jih nimamo več. In jaz sem mogoče mičkam preveč povzdignil glas, ne, zakva pa mi ne gremo ta obhodni manever tako narediti, pa levo desno, ker si videl svojo zgodbo, ne. Se pol mi ni bilo nobenega nekega, ne vem, prerekanja pa to, ampak ja, rekel, dej, počakaj, ne, nisi ti zato tukaj in to je to, ne. Zdaj, ko si pa na tej dolžnosti malo višji, ne, pa itak se prilagaja skozi, ne, hočeš vsem ugoditi, ne, vidiš, kako so razne lovke, levo, desno, gor, dol, ampak ja, okej, to je sestavni del zgodbe, ki delaš, če delaš, mislim, ki peleš, če delaš z ljudmi. Ja. Kdaj si se pa pol odločil v bistvu, pa zakaj, da boš šel na misije? Ja, za misije čisto odkrito povedano ena finančna injekcija, ne. Dobre, izkušnje ti tak same pripeljejo do tega, ne, da bi rekel, da prideš na misijo, pa vidiš, kako ljudje delajo, pa kaj vojna pustila posledice, pa to, ne, pač Kosovo, ne.
pa kako ljudje tam živijo. Finančna injekcija, prvo, pika konci, tukaj nimamo kaj nekaj bluziti. Si pa šel, kam se? Se pravi, 4-krat Kosovo, pa 2-krat Latvija. Aha. Prva pa je bila na Kosovo. Drži, tako je. Je bil, mislim, kulturni šok ali pa ne vem, je bilo ful nevarno ali... Veš, čisto odvisno dol Kosovo, kjer enote, imaš različne enote, a ne, kaj delaš, imaš več različnih enot. Jaz nisem šel dol kot vojaški policist, ne. Sem šel z eno drugo enoto, ne, in sploh ne veš, da te enote, da bi rekel, delujejo, obstajajo ali pa pač, da tak način dela dol, ne. In takrat se res še uno širšo sliko vidiš, a ne. In vem, da je bila ena situacija, ki si vedel, za kva imaš neprebojca gor, pa še enega dal, ne. Okay. Res je reči, mater, dej čeladom pa res zapel, ne umet. Lahko to malo bolj opišemo? Koliko? Pač lahko. Lahko, ja. Razumem, ja. Neka zadeva se je odvijala, da so se pač te barikade pa te zadeve rušile, ne. In imaš določene enote, ki delujejo pač prej, potem, kasneje, levo, desno, ne. In mi smo bili pač nekaj cajta prej na neki nalogi oziroma pač neki lokaciji in si pač dobival informacije take in drugačne in ko slišiš ti po radiju, da se nekaj dogaja in kad ti reče nadrejeni, dajte si neprebojce gor, začnite vrti z orožjem, veš, da ni akcije. In potem slišiš razne pokanja, ne, lahko je blizu, lahko je daleč, lahko je kakorkoli in rečeš, Madonna, to pa ni. In kad slišiš po radiju soborca, ki gleda neko lokacijo dola, ne, pa namesto, da bi rekel avto, začne clet ali pa pač, ki vidiš, da je stresa, ne. Ja. Ne, da on stiska prav, da bi nekoga lahko tam ustrelil tako čist brez problema. Ja, jaz ne vem, če bi ga lahko. Ne, jaz ne bom trdil zase, da bi pa to komot lahko naredil, ali pa pač, da bi saj že v človeka meril. Ja. Ne vem, če je šla mogoče na migrante, ki smo varovali meje, levo, desno. Ja. Je tudi ena lepa zgodba, ki mi danes ostane v spominu, ne. Ki ni kar neki mert to z orožjem, ki je vse v filmih fajn pa to, ne. In tako da takrat si se zavedel in tudi, kaj so ti druge sile dola, ne, kaj so pripravljale, a ne, in si mogel, kaj si bil že, ne vem, 3-4 zjutraj pripravljen za to izvedbo te naloge, si se mogel obrniti, a ne, kaj so nekaj pripravljale, neko zadevo, no, in pa smo zvedeli, da so čez cesto napeljali štrika, ne, če bi kakšen namerilc bil, da bi ga snel dola, ne, take zadeve, ne, rečeš, pišu, kaj tole pa ni tako nedolžno. Ja. Take zadeve, no. V bistvu je pa bila naloga Slovenske vojske na Kosovu kakšna? Mislim, kaj je bilo takrat trenje? V bistvu je samo stabiliziranje, ohranjanje miru, a ne, nobenih, da bi rekel spopadov, da bi rekel, a ne spopadov, oziroma pač to so druge bile enote, javni red in mir, da vzdržuješ, se pravi, da si tam, v primeru, če pride, se ščit oblečeš in greš JRM delati, ne, javni red in mir, da vzdržuješ in to je to, ne. Samo to, pomaga mi, prosim, razloži. Jaz nikoli nisem razumel, zakaj so sploh varianta Kosovo, da je potrebno. Pač se imaš, vsaka stran ima svojo vojsko, zakaj se mora vedno tretja stran vključiti, pa nekako miriti strasti. Razumem, nepotrebno prelivanje krvi pa tega, ampak če pa vas ne bi bilo tam, pa bi bili dalje problemi. Veš kaj, zakaj ne more iti po naravnem poteku? Pač... Po moje, takrat, ko se dve strani ne razumeta, ne? Ja. In ena ne bo popustila za nič na svetu in druga ne bo popustila nič na svetu, ne? Da je treba, da je en mediator vmes, da reče, zdaj bomo pa mi probali tako narediti, ne? Oziroma, da se pogajajo, da se stvari umirjajo do te mere, da ne eskalirajo, ne? Jaz sem prepričan, če nekje ne bi bilo neke vojske, to bi sam šli naprej, sam jedli bi, ozemlje po ozemlje, kakorkoli, ne? Ja. In ljudje se itak tam, pa nisem Kosovo problem, vse to, ne? To se ne marajo, nikoli se ne bojo in ne rabiš neko mejo, ne. In lih tukaj so te sile, da rečejo, ok, zdaj šlo pa to čez, da bomo pa mi prijeti, ne. Ker se itak, preden bo KFOR, da bi bil NATO dol, mislim, poslan je, ampak da bi bil aktiviran, ti imaš še, ne vem, policija njihova, pa te varnostne sile njihove, pa te še sile, pa šele mi pridemo, ne. Mi smo ta zadnji, če smo mi to že napredovali, ne, v temu sporazumu, da lahko mi pomagamo, ne. Mogoče smo bili na začetku prvi, ne. Zdaj pa, ko smo mi rekli, ok, to vlado imate, dam primer, policijo imate poštimano, varnostne sile imate, a ne, ok, zdaj pa, če to pade vse v vodo, a ne, pač šele vojska, ne. Isto je pri nas civilna zaščita, ne. Ko oni ne morejo, ko civilna zaščita ne more recimo tam neke zadeve obvladati, reče, a lahko dobim vojsko, ne. Ja. Zdaj pa, kdaj bi oni to rekli, je pa druga zadeva. Ja, mogoče jaz preveč včasih primerjam, kako bi rekel, ljudi oziroma človeštvo z živalskim svetom, ker pač
v naravi je tak pač močnejši, prevlada zmaga, oziroma narava naredi tako, kak pač mora narediti. Ne. Marsikaj bi se v zgodovini drugače razvilo, če pač ne bi bilo, kako bi rekel, tretje osebe oziroma mediatorja. Ne. Ja. Se pravi štirikrat Kosovo pa Latvija. Kak je pa bilo Latvija, Litva? Latvija. Kak je pa bilo v Latviji? V Latviji je pa tako, veš, to v bistvu je misija, a ne, ampak v bistvu gor so napotene enote, jasno tudi drugih držav, da se usposabljajo v primeru kakšnega pritiska, odkrito rečeno, iz ruske strani, se tukaj nimamo, kaj mi dogovorimo. Ljudje niso... Treba reči bob, ja. Pika konca, ne. In da tudi vidijo te ruske sile, kakorkoli, da se nekaj dogaja tam, da se premika folka, čisto po domač povedano. Da nas pijo, ja. Tako, pika konca, to je to, ne. Ja. Da je in pač tudi del, seveda NATO je Slovenska vojska in pač tudi to oni se izvajajo, pač, da bi rekel, neka prisotnost na tem območju. Z raznimi vajami in to. Takrat sem bil pa dol, kot vojaški policist. Ne. V katerem letnem času je bilo to čez zimo? Dvakrat sem bil zima. In? Kaj si stiskala? Zima, je mraz, ja. Ni pa tako mraz, kot pravijo, vsaj meni osebno. No. Okay. Je pa mraz, ne. Pa dan je pač malo daljši, da skozi dan, ne vem, jaz nisem tazga občutka imel. Ja. Pač je drugače, ampak okej. Pa se face dela na misijah, mislim, imaš dnevni urnik, tempo imaš na spidiran, ali lahko to kdaj zadihaš tako malo, pa ne vem. Veš, kako je na misijah? Na misijah je fajn, ker imaš ti točno določeno nalogo, kaj boš delal. Ne? Se pravi, to boš naredil, to je to. Ne? Pri nas tukaj pa imaš pa milijon drugih še nalog zraven. Ja. In tam je to enostavno. Ne? Ok, v redu, grem to narediti, to je to. Pomaš pa čez zase. Ne? Je pa jasno, 24/7 si, kad te oni rabijo, sploh policaj, ne vem, imaš telefon pri sebi in to je to. 3 zjutraj te pokliče, greš. Ne? Pa vstaneš in se obuješ in greš. Najljubši spomini iz Kosova pa iz Latvije? V bistvu najlepši spomini so itak tisti, ki počasi zaključuješ nalogo. Okay. Kad ti pridejo že drugi predhodnica, ne, oziroma pač, kad te pride menjava. Ne. Koliko prej oni pridejo? Odvisno, kako je cca 14 dni. No. Tako da takrat so najlepši dnevi. No. Pa najlepši dnevi oziroma najlepši spomin je, ko so se z očetom dol srečala. On je zaključoval misijo, jaz sem prišel. Ne. Noro. Za 10-15 sekund, ne zabavam, 10-15 sekund, ker ni bilo časa, so se objela, eno sliko malo in to je to. Fakt, to pa je kar... Mislim, morate biti lepo pri srcu za tak spomin. Pa sploh, da pač oče aktivno v vojski, pa še sin po njegovih stopinjah. Tako da takrat malo res, ena slika je, za 15 sekund so se srečala, jaz nisem mogel več, da bi kakšno debato rekla, levo desno. Tako da pa tudi nisa se prej menila, da se vidva, ker se pač nisem mogla, ker tam ni, ok, so mobiteli, ampak ti imaš njihove mobitele, jaz sem komi prišel do levo, desno, gor, dol, tako da sreča pa se, Ful dobro, ful zanimivo. To je ful lepi spomin. Ja, lepo je. Zdaj si zaključil z emisijami ali še imaš kako v planu, so kakšne želje še? Plan imam, bom pa videl, koliko me bo kaj naši pustili. Aha, je od nadrejanih odvisno. Vedno, Ja. Kaj si mislil? Hrepeniš mogoče mislim, imaš razdelano vojaško kariero, pa še misliš, ne vem, še želiš do kam prilesti, ali ti je super tu, kjer si to, kaj delaš? Zaenkrat mi je topa, ne. Je pa tako, ne, vse je odvisno od civilne izobrazbe, ne, ki imaš, ne, jaz imam recimo 5. stopnjo izobrazbe, ok, zdaj pustimo, zdaj nekaj so spremembe v vojski, hvala Bogu in super in podpiran in to pohvale, pač v vojski, da se to omogočili, da lahko tudi zdaj greš delati 6. stopnjo in tako naprej. Ampak da rečemo, da razložim mičkana, ne. Če imaš ti 4. stopnjo izobrazbe, se pravi, to je 4., to je 3-letna, se mi zdi, drži. Ja, 3-letna. Tako, no, se pravi, ti si zaplombiran, ne moreš biti fertika, finito. Ne. Pa če imaš 5. stopnjo izobrazbe, si lahko polčasnik Slovenske vojske, največ do štabnega vodnika. Ne. In tukaj sem zdaj jaz, ne. Če bi hotel kaj naprej, bi mogel iti na šolanje, zdaj se pravim, to je novo, ker je vojaško šolanje bilo narejeno, da ti omogoče tudi civilno izobrazbo in pol vojaško naprej. Tako da jaz sem se pol hitro dosti odločil, da grem na polčasniško kot vodnik, pridem nazaj višji vodnik in zdaj pred kratkim, že spet sem mogel na tečaj za 3 mesece, da si naredil za štabnega. Tako da to je meni super, pa tudi, ko bom rekel, nikoli si nisem predstavljal, da bom tako prišel do tazga nivoja. Zato, ker nisem bil neki karierist, odkrito rečeno. Ne, da se nisem videl, zanimivo mi je upravljati to zdaj, ko vidim, ampak da bi pa neko željo imel, pa to karierist nikoli nisem bil na kamelu.
Pa se ti zdi da je v vojski več ljudi karierno usmerjenih ali bolj da želijo delati, pa kako je neko razmerje, no? Ja, dobro, kako je ful tim težko odgovoril, ker hvala Bogu, da se ne družim v teh krogih. Ne. Okay. To je v redu. Ne. In če dali višji, kaj si, ne, vidiš, ne, da je to. In pa si ti upaš, da ni, ne, ampak sam vidiš, ne, kako je res dejansko. Ne, da mu je samo za tiste stresce ali pa une lojtre, kako se reče, ampak pa ne vem, se najbrž je posodko ali pa ni, ne vem. No, ne vem. Ja. Jaz vedno upam jaz upam vedno, da je še vedno una želja, ne, po vojaškem, ne, kot pa da une črtice nabiraš gor, ne, pač v redu jih. Kot vojaški policist težko usklajuješ biti, kako bi rekel, discipliniran VP, pa iti po pravilu tudi, če ne vem, veš, da je to tvoj dober prijatelj ali pa znanec, ki ga je kaj pobiksal, kak je s tem, no? To je zelo težko, ker naša vojska je mehna in kamorkoli greš, nekoga poznaš, ne. In veš, da ti mogoče eno uslugo naredil ali pa da si bil z njemu ful v redu, ne. A je to, da sta bila na tekmovanju oddelkov, primer, ali pa na nekem tekmovanju ful v redu, pa ti je pomagal, ker si, pardon izrazu, kriscal, ne. Zdaj ga boš pa ti tu haklo zaradi tega, ne? Zdaj ga tem pa jaz haklo, ker nisi bil prevezan, ne. Primer dama, ne. Ja. Tako da to moraš pa biti čarovnik. Ja. In pač dobro odreagirati, mi je pa všeč, da tisti, ki če kaj narobe naredi, pa se bilo že tak primer, da se poznajo, rekel, sem ga po hecu, nimaš kaj narediti, kar moraš, to je to pika konc, ne. Tako da to je pa profesionalizem in to je una razlika med, ne, jaz pravim, kaj je profesionalizem, pa gruntamo, kaj bi to mi dal, kaj je profesionalizem, ne. Ja, profesionalizem lih to, ko grem jaz sam sred noči, ob enih po noč, čez pisto, da dam baretko gor, pa me ne vidi. Točno tak. To je profesionalizem. In to mi je največja želja, da bi to še malo utrdili in da bi še to trajalo. Ne. Na kak način bi lahko to, mislim, vpeljali v kri? Sankcioniranje, disciplina, kazni, žal. Vemo, da to nas udar po žepu največ, sam jaz ti ne morem dati denarno kazen, če si nadaš gor baretki. Ja. Pustimo to, okej. No, ker en je pa zagovarjal, veš, pregovarjanje, da prosiš nekoga, ne, lepa beseda, lepo mesto najde, ne bi miš, da to funkcioniralo? A veš, ne vem, bil je primer, a veš, pride ti tvojak na kapijo, ne čina gor, ne oznak gor, ne nič gor. Kdo spa ti? Pa ti imaš uniformo, lahko mi na tržnici, tam ne kupim na boljšem trgu, brez problema, komotne. Pa ti si prišel v neko ustanovo, ki ime, pa priimek, pa to. Jaz razumem, da so nekatere sile, ki ne smejo imeti, oziroma ki jim je odobreno, da nima imena pa priimka. Še vedno imaš pa zastavo, pa maščin, pa Slovenija. Ne? Točno to. Pa baretko, ne. Ne mi tam prijeti, pardon izrazu, zjeban v nulo, ne. Ja. Ne? In pa ne vem, neke svoje hlače, take in drugačne čevlje v redu. Imaš lahko svoje, če so NATO standard. Piše lepo v prilniku, ne. Ja. Ampak ne more biti pa neki rdeč podplat, ki vem, da ti je v redu, ampak rdeč podplat pa lih ne gre, ampak so pa vrhunski čevlji, ne, za fajtat pa to, ne. Ja. Pa ne govorim zdaj za naše specialne sile, ki so malenkost drugačne, a ne. Za njih drugače pač, ja. Ja, ampak ne, če si ti jaz poznam veliko iz specialnih sil, pa ki so dečko ti v nulo zrihtani, spedenjeni, bam, ne. Ja, imaš pa izvidnika iz 10, ki pa je to stari majster. Kje si pa ti padel, ne, ampak to je zavedanje, ne, da kljub temu jaz verjamem, da imaš znanja v nulo, pa da je bodi urejen, bodi zrihten v nulo, ne, da ti s tem pokaži, da si lahko cakom pakom. Ne. Ker na konc dneva, mislim, si na takem delovnem mestu, plačan si vsakega v mesecu, pač to zraven spada, ne. Definitivno. Tako Bog ne daj, da boš kdaj, ne vem, puško kje pozabo, zgubo, to pač zraven spada, da si urejen, ne. Točno to. In tukaj je to kar sem prej rekel, ne, a to zagovarjajo nadrejeni ali ne. Se nadrejeni je odgovoren, da si ti zrihten. Nisem jaz. Jaz ti bom sam rekel, da se uredi in to je to, ne. Ja. Ne, nadrejeni je pa tvoj, ne, se pravi, ne vem, v tem primeru, ne vem, je to lahko desetnik, če vodi skupine, ali pa vodnik, ali oziroma višji vodnik po enih skupine, oziroma pač oddelka, kakorkoli. Ja. On je za to, ne, da ti reče, takšen si. Sam mislim, da smo taki cajti, da se jih ne da jim ukvarjati s tem. Ja. To je problem. Ma se bo, ne. Ja. Pa kaj mi zdaj s tem težiš, imam jaz to še, pa ono? Ja, ne. In to mička mene malo, mogoče me to največ zdajle moti, no, zadnje cajte, no. Ja. Ta nekaj, ne, to pa kar malo bi mi.
Kaki pa, dobro vem, da za sebe težko govoriš, ampak kaki bi rekel, je tvoj sloves kot VP-jevec? Jo, spet časni prijatelj, oni ta zajeban ali ne vem. Meni je žal, da meni tako, ne vem, Lizanč mi je rekla ena teta, ki tam nekaj ureja, ne zadeve, je rekla, ja, z vami moram biti previdna, ne. A veš, jaz nisem zajeban, zastopaš, ne. Sam, ne morem te pa tazga gledati, ne. Se ti bom lepo rekel, ne. In lihunga prej primer, ki sem ti dal, je prišel kolega, ki je prišel iskat na Kapijo, ne. Ja. Jaz ti ne vem, kdo si, stari moj. Točno tako. Ne vem, pokliči nekoga, zdaj imaš priliko, da mi osebno izkaznico, da se je, ne, zakaj te povzeli, zato, ker bom lahko. Ja. Da jaz vidim, kdo si, kaj si, kako si, ne. Če pa recimo ti nekdo taki tam stoji, pa ga ti legitimiraš oziroma preveriš identitete, pa ti bo nadrejeni prišel, rekel, halo, kakvi so postopki? Pa to je mogaš ti najbolj za brez veze. Pa jaz imam raj sebe, kot tebe, prosti doma, ne. Ja. Razumeš, jaz imam raj sebe, kot tebe, pač tako je, lej. Jaz ne bom zaradi nekoga tam le poslušal, ker je pač, ne vem, ne. In ja, ga je prišel iskat in unka ga je prišel iskat, sva bila 3 mesece na tečaju, nazadnje in, ti si. Ja. V redu, okej, v redu, okej, izvolite, peta naprej, ne. On me pa gledal, ker sem iz neba, zakaj sem mogel počakati. Ampak je videl, ne, najprej na začetku je že, da tam primer je že probal, ne, malo tako biti uno, ne, pa dej, pa kva sedne. Potem pa videl, da ni zebancije tukaj, ne, in ja, zdaj pa se umir, pa bomo šli mi to lepo naprej, ne. Tako da nek sloves, ne vem, po moje, da nimam, upam, da ga nimam, ne, pač, ne, upam, da ga nimam. Mislim, tudi pa, če ga imaš, okay. Jaz pravim, če ima kdorkoli kaki sloves, je to samo pokazatelj, da pač si taka oseba, kot si, veš, nisi kak veter zapiha, zdaj malo tak zavno takne, ali si, ne vem, ali lahko si ful zajeban, ok, on je zajeban, lahko si ful prijazen, ok, on je prijazen, ne, si pač pristen. Koliko bi rekel, usklajuješ tvojo željo po teku oziroma po športu pa vojsko. Nekaj sem slišal oziroma prebral, da ti budilka ob 3 zjutraj zvoni. Kak je s tem? No? Ne glede na vreme, ne glede na počutje, zvoni, vstaneš? Ja, zvoni. Včasih bil po klopu, včasih bi rekel, ne grem, ne da se mi. Pa vedno dokdaj, ker sem si rekel, ne da se mi, pa ker sem bil po klopu, sem bil dan zjutraj slabe volje, zato ker sem vedel, da sem sebe zajebal. In jaz pravim, usklajujem, to je ful težko. In to so dnevi, ki jih amben ne vita, ki nekaj naredim zase pred šihtom. Jaz 6:30 moram biti na šihtu. Lahko pol naredim jaz še šport. Če za šport, če ga ni, moram pa ob 3 si naštimati. In če dalje, pogosteje se zgodi, da ni časa za šport, ker ni ljudi, ker je treba naloge narediti in to je to. In če hočem jaz narediti nekaj zase, da sem jaz osebno zase boljši, da se boljš počutim in da se lahko midva dobro lepo pogovarjava, da jaz nisem neki mogoče nestrpen ali pa nasramen ali pa da sem drugačen, da tako rečem, no. In bolj, da grem zjutraj ob 3, polafati uro pa pol, pa si dan tvoj podcast gor in to je to. Tako da ja, vojsko to ne zanima, da ti vstaneš, pa kdaj ne, pa kako si všti glede športa, se všti dobro počutil, ne. PGS mora biti narejen in to je to. No, samo po drugi strani, verjamem, zaradi primanjkljaja pripadnikov, pol se več dela porazdeli med manj ljudi, ampak v prvi vrsti si ti vojak, ki brani, ampak če želiš ti nekaj braniti oziroma služiti določenem namenu, moraš biti v visoki fizični pripravljenosti, ne? In osnova ti moraš trenirati. Ne? Drži. Tako da ja, ne vem, jaz recimo, to bi ti mogla biti osnova, veš? Veš, mogoče v enotah, ki jih je malo več, 10, 20, te motorizirane enote oziroma polki, kot je zdaj po ta novem bataljoni, ki so oni skupaj, je lažje narediti te skupinske športe. Pri nas pa je, veš, mi, to se sploh javnost ali pa, da bi rekel, vojska tudi med sabo, v enote, mi se ne usposabljamo. Mi delamo live support. Mi smo v živo, zdaj gremo neko delati zadevo. Premik varovati, premik, ne vem, delegatov. Imaš tam, ne vem, 4 star, da bi rekel, 4 star general, ti moraš tam narediti, koliko je treba. Nimaš ti usposabljanja. Ker se nekaj zagusti, je finito, konc. In ni časa za to, enostavno ni. Ni časa za šport, ni. Žal ni. Popravim pa bi načeloma, če bi vas videli na svetu bilo dovolj, bi, ne vem, vaša ekipa zdaj imela 3-mesečno usposabljanje, pa se spet malo rotira. Definitivno. Oziroma bi bilo tako, neka četa bi bila, primer dam, prometniki, da tako rečem, kot si prej rekel, nekje bi bili Krim, nekje bi bili enota za varovanje objektov, nekje bi bili, ne vem,
operativna četa, levo, desno, kakorkoli, ne, delegacije, da ima spremstva, če to bi šlo, samo zato rabiš pa ogromno ljudi, ogromno policajev. Pa je generalno gledano zanimanje za VP ali... Se mi zdi, da je bilo bolj, pa so pa videli, da imamo urnike katastrofa, pa je že manj, ne. Ker so urniki res, jaz nisem, ne vem, da sem delal od 6 do 2 na zadnje, od 6:30. Ne. Mogoče se zdaj večkrat zgodi, ker sem v taki funkciji, a ne, ker nekdo more poklikati neko zadevo tam, a ne, pa ne moreš biti na terenu, ne, čeprav sem, a ne, pa te pol čakajo outlooki, ki priješ nazaj z določenimi nalogami, ne, ampak ja, to bi bilo drugače, če bi bilo nas več, ne. Zato jaz upam, da se mladi odločijo za vojsko in to je topa, ne. Ne zato, da bo, da tako, kot si prej rekel, ne, da ne vem, streljanje levo, desno, gor, dol, te razne naše Ukrajine, Rusije, ne vem, kaj vse živo, ampak zato, da funkcioniramo kot družba boljša, ne, sigurno. Ja, to si dobro rekel, ne, ker če bo vsak, kako bi rekel, imel neke osnovne manire, discipline, navade, bo pač dosti lepše vsa kohezija pač laufala generalne družbe, ne, in se mi zdi, da... Veš, ti dobiš disciplino, zjutraj, ne, primer dam, ne, zjutraj moram, ni nič, ne, ampak pravim, zjutraj imam, da grem polaufat, ali pa hoditi, ima veze, pustimo, ne, da grem polaufat, pa me čaka šihta, ne, se pravi, to je disciplina, najprej to, pol to, če tega ni, lahko prilagodim, ne, da se discipliniraš, da imaš ti nek plan, ne, da deš, zdaj se mi zdi pa, da ni, ne, zdaj pa to mladina sam, pa če bo, če ne, pa kaj, ne, ni nekega unga, preko fokusa, da si splanira, to bom, ne, vse pač, ne vem, pa če bo jutri bo, če ne pa ne. Čeprav po drugi strani, če pa gledamo recimo današnjo mladino, fitnessi so polni, pokajo po šivih, ampak se mi zdi, da je velika večina to pač generalno gledano ali zaradi tega, ker je to zdaj mogoče malo ker se lahko slika, ker lahko dobro zgleda, pa posledično pol mogoče zaradi tega lahko kaj zasluži. Tako je. Se mi zdi, da niso pravi razlogi tu zadaj. No. To je zdaj ratel popularen, zlasti ta Hyrox, kako se reče. Ne. To je zdaj ratel topa. Tisti, ki je to odkril, mu dam jaz zlato medaljo. Ne. Pa une peče je dal, da si jih pol nalepimo oziroma nalepijo na hrbtnike, vse živo. Vrhunsko, une brisačke, topne. To so tiske, to zadev, ampak jaz mislim, da bo v roku 2 let bo šlo to koragu. Pač ne bojo cenili. Se mi zdi, da isto je bilo pred parimi leti v Ameriki z temi F45, F15 fitnessi, ko je bila neka specifična vaja, pa crossfit isto, ko je ven prišel, vsi crossfit, stari ti še fitness, že sem še crossfitam, ne. Ja, mislim, super je, da so ljudje aktivni, ampak s kakimi nameni? Jaz tu vidim recimo zdaj za Hyrox, kakorkoli že, se spravljajo ljudje tekmovati, ko iz včeraj na danes so naredili klik spremembo. Stari moj, včeraj nisi, ne vem, bil sposoben odlaufati 3 kilometre, zdaj pa kar že, veš, taki tempo, pa ono, pa poškodbe, pa veš... Ja, res veš, kaj meni zanimivo pri teh, veš, imaš te burpije pa to, ne? Ja. Vemo, kakšni so pravilne izvedbe, ne? Ja. Ki jih tam gledaš, ki se vijejo kakače, ne, stari pa... Dajma še opisati. Prosti, Mar si kdo ne ve, pa misli, da je tisto pravilna izvedba, tako da prosim, če opišeš, pač... Pač skok je skok in pogreš v sklecu in pol nazaj v poskok, ne. Ja. In ne pa najprej na kolena, pa na bedra, pa na trebuh, pa še malo na komovce, ne. Ampak ja, se naredi, ne, zadeva v tej dolžini, ne vem, koliko imajo, ker se ne spoznamo, ne. Ja. Čeprav zdaj govorim o tem, ne. Ampak ja, je razlika, a veš, med tem pravilno izvedbo, ne, pa uno, ki se nekaj viješ, ko una kača, ki sem jo zanč jedel tam, ne. In pač ja, ne, ampak so narejen, je narejen, ne, pustimo časove, pustimo to čist, ne, ampak ja, dobiš na konc peč in to je to, ne, in pogreš, ne vem, Dunaj, zdaj imaš in jaz sem Jack, in to je to, ne, in peč nabiješ gor na ruzak in zdaj bo ruzak, ki bo treba že delati ne, pa noje. Ne, je pa res, da se popravim, všeč mi je, da se sploh folk ukvarja športom, definitivno. Ja. Ampak jaz da rečem, treba gledati, pa tudi jaz bi sam sebe spremenil, a ne, kakor sem začel na hard te športe delati, a ne, na dolgoročnost, ne. Da bom lahko še, dolgoročnost, dolgoživost, ki je zdaj zelo popularen ta ime oziroma pač ta naslov. Ja, longevity. Tako, ne. Ja. Malo alergičen človek, ki slišiš na to, ampak ki zdaj gledam, ja, to je to, ne. Da bom lahko še pri 80-ih, a pa pri 90-ih, če jih dočakaš, še vedno naredil 5 počepov, pa 1 skleco. To je to, stari. To moramo mi gledati. In jaz pravim, to je treba mladino danes, ne. Se pravi, kaj to pomeni? Da gremo vsak drug dan 10 kilometrčko prelaufati,
pustimo cajt, 2 uri, 3, 4, 5 prelaufati. Nič ni to, mislim. Ja. 5 prelaufati, hitra hoja, nordijska hoja, te zadeve, kardio, ja, dej nared počepe, malo teži, da premikaš, a pa tako, tukaj dviguješ, razumeš. Ja. To je to, ne? Pa ne rabiš delati to 36 ur. Ne? Ja. Dej se 10krat na dan ali pa 20, toliko da malo na dolgoživost, tako sem rekel. Ja, gre se za to, da pol, ko boš ti, ne vem, 85, 86, da boš se lahko samo obu, Tako? da boš lahko, ne vem, sam stopil gor na 2-3 stopnice brez neke pomoči, ne, veš, Tako. ker ko si enkrat v taki starosti, pa če nisi skrbel za svoje telo, pa za svoje mišice, za kosti, za to, ja, pač žal telo bo prenehalo, ne, in pol kaj boš omejen na, ne vem, bergle voziček, boš rabo pomoč pri premikanju, ne. Valjda vsak pa logično hoče biti čim dlje samostojen, da ne rabi tvoja družina pa svojci skrbeti za tebe, pa veš, rad bi to, pa morajo te zdaj premakniti ali pa ne. Ja. Čeprav po drugi strani, jaz vidim, pol gledam, pač dobro, ampak to so zdaj ekstremi. Ronnie Coleman, on je bil ne vem kolikokratni Mr. Olympia, bodybuilder, legenda, največja izmed vseh. Pa zaradi te svoje pretiranosti pa ekstrema, danes ne vem koliko operacij hrbta imel, pa več je v njegovem telesu zdaj nekih diskov, pa železa, pa titanijuma, pa na vozičko, ne. Treba imeti neko zdravo mejo. Kako ti v bistvu ravnotežje držiš med tem, ko pač veš, da je telo uničeno, pa veš, da boš imel naporni dan pred sabo, kako znaš oceniti, okej, hočem iti laufati, ker se moram sprostiti, moram malo zadihati, ne, misli predihati, ampak po drugi strani mogoče mojim gležnom ali pa kolenom zdaj to ne, kako balansiraš to? Viš, to je to, kar sem ti rekel, da bi mogoče da bi drugač začel športati, kot kar sem, ne? Kar se tiče tega dolgoživosti, kar sem ti rekel. Ne? 500 km ni zdravo, ne? 300 tudi ne, 100 tudi ni zdravo, ne? 50 tudi ni, ne? 40 mogoče enkrat v življenju. Ne? Vsak drug dan pa 10 je pa zdravo. Ne? In to je spravno, to je ena meja. Ne? Ok, jaz imam 2 vijaka noter v stopalih, ker sem imel stresni zlom, 2krat pa sem rekel, ok, v redu, bomo sreda, pa nedelja delo vaje za moč. Ne? Ja, sredo sem že spustil. Ne? A veš, ne? Ja. Ne? A uno lagodje, ko vidiš, a se gremo. Ne? In nisem mogoče pravi naslov za to, ne? Bi pa vsakmu rekel, ne? To pa lahko rečem vsakmu, ne dej, naredi vsak drug dan 10, vmes pa malo vaj za moč, sklece, počepi, pravilna izvedba. Ne? Jaz ne vem, če delam pravilno izvedbo, nimam inštruktorja za šport. Ne? Ja. Ker jaz, ko grem v fitness, tam, ko ga imamo une železje, jaz se vijem kačati, kot sem preko, ker ne vem, če prav delam. Ne? Ja. In to se mi zdi pomembno, da je pravilna izvedba, ne? In da se ne pretirava. Ne? Kako pa zdaj to mejo narediš, pa sploh, ker sem toliko v tej zadevi noter, pa mislim, da jaz nisem pravi naslov, ker jaz bom vedno rekel, tako sem prej rekel Matej, ne, sem rekel, 500 smo naredili, ne. A veš, zdaj ti bo pa en rekel, gremo za 1 uro laufati, za 24 ur en krog delati, ne. Ni panike, ne. Pa ne zato, da bi ga komot naredil. Daleč od tega, mene je strah, ko grem 20 ko laufati. Dobesedno uno straho spoštovanja ali pa kakšni trejli, pa 40 te zadeve. Ne veš, kako se bo telo odzvalo, ne. Ampak vedno rečeš, če sem 500, ok, v redu, bom pa še teh 6 ur brez problema krožil, ali pa 12, ali pa kakorkoli. Ni nujno, ne. In vzamem respekt do tega in jaz mislim, da ja, problem je tukaj samo dokazovanja, ne. In mora biti ena meja, jaz upam, da se mi zdaj dubu, ne, sam pri sebi po glavi, da rečem, ok, to si, ne. In pač ja, se malo umiriti, a ne, in je pa tako, da, ne vem, jaz ko grem danes laufati 15-20 km, meni je to pač tako mogoče, kakšen 2 km. Pa ne, da se hvalim ali pa kakoli, ampak mi je, pač sem že toliko noter, ne, padel v to in mi ni problema, ne rabiš vode, ne rabiš hrane, pač greš, ne. Tako da ja, tisti, ki se začne športom ali pa tako, da je, ne ustraja saj 60 do 90 dni, pri 10, vsak drug dan, moje mišljenje, pa pol lepo kakšna vaj za moč. Če ne moreš 10 na začetku, 5 hoja, pa pač teka. Ne. Pa nizki pulsi, pa nizki pulzi, ne. Ne zdaj 170, 160, ker ne gre, ker ga tudi jaz ne maram, ne. Ja. Tam 130, 135 svojega pulza mej poprečenega, pa je to. Ker se mi zdi, da pač pri dosti ljudeh, tudi če ti nekaj treniraš, pride čez čas neka meja, ki jo je pol, ali se ostavi, ali ne, jo
je težko preseči. Zdaj, kako vedeti, ok, lej, pač to je zdaj ta meja, zdaj moramo malo stisniti, da jo presežemo, pa gremo pol dalje. Ne? Ali pa mogoče je pa tu res ta moja meja, ne jaz pretiravo s poškodbo ali pa za čemerkoli, kak tistim, ko začenjajo, veš, itak, če boš ti vsaki drugi dan šel 10, prvih 14 dni bo muskel fiber na muskel fiberu, ne, veš, ampak kje je zdaj, ker jaz isto sam za sebe rečem, ok, fakt, vse me boli, pa razmišljam, pa dobro, vse to je normalno, me bo jutri glih tako bolelo. Ne pomislim pa, pišoka, nisem več 18 let star, zakaj bi pretiravo, kaj če si kaj natrgam, kak vedeti, ali poslušati telo, ali pač... Tako si rekel, mogoče, poslušati telo, to je najbolj, ne? Pa mogoče res za tiste začetnike, začetnike, ne? Hitra hoja palce, da vidiš, da imaš pulsa, ne? Ker jaz verjamem, da nekdo bo zadihan, pa bo imel puls za 140, ko bo šel 5 km, pa ko bo imel tempo, ne vem, 10 km na uro, da tako rečemo 6:0, ne? Da boš zadihan, da ne bo mogel pogovarjati se. V redu, ok, sem ustrajal pri tem nekaj časa, ne? Zdrav način življenja, se pravi, ok, kajenje itak pretek odpade, ne, da režeš, ne, ok, alkohol, ok, pač ja, ne bom rekel ne, ker pač je recimo neka spremljiva zadeva, ne, za tek pač, dej, zmanjši oziroma pač ja, ne, kakorkoli. Mogoče bi res tismo, ko gre na začetek za tek, hoja tek, kombinacija, pa nizek puls, da ostane tam 140, 135, ne je daleč gor, ker bo tudi srce zmatrano naslednji dan in boš ta imel, da bi rekel HRV, ki je zdaj zelo popularen, ki se merja, ne, se pravi, koliko imaš ti utripa, koliko milisekund je med nekim utripom srca, ne, pa drugim utripom srca. Okay. Se pravi, ta mora biti čim daljši. Ne. Se pravi, da pomeni, da srce manjkrat utrip na minuto, kar je pomembno za nas, da bomo več... Počasneje v bistvu deluje. No? Tako, in to je pomembno. In jaz pravim, tega se je treba držati. Zato mogoče kakšne te pametne ure, levo, desno, gor, dol, ne. Ja, pa sebe poslušati, ampak ne uno zdaj sebe poslušati, pišuka ne da se mi malo me tam zateguje, grem, ne. Dobro, če te zateguje, da imaš glezen zatečen, da je počasa, ne boš ti šel, ne. Ampak definitivno pa ustrajati. Pa mogoče začeti pri 5 kilometrih, ne. Problem se mi to zdi, ker pač današnja mladina oziroma pač vsi, ki so na socialnih omrežjih, ne, če se spustiš v laufanje, ti prej, ko slej, ti vrže David Goggins ven, ne. Ja. Okay, ja. Veš, in prvo, kaj ti reče, you're tired, fuck you, go run, veš. In itak celi zlaman naredil vse, kaj je naredil, ne, in pol imaš si kdo nekoga takega za vzgled, če on lahko, moram jaz več dati od sebe, ne. Samo ljudje pozabljajo, da nismo vsi isto grajni, njemu vsi iste železne volje od zadaj, ne. Ja, a veš, Dušan Mrale, veš, za njega bi bilo to teh 500 tako, ne. Se ogrel možakar, ne. Sploh ne razmišlja, da gre manj kot 20 let laufati, še danes po moje, ne. On je eden izmed milijarde zastopiš, kak pač je tak, ne, pa jih je ne koliko nas je milijarde, ne. Ja. In pač ja, on je tak, pa se ne moramo po njemu ravnati. Pa sem jaz njegove, pa Dinky Erne za Sparič Roll, sem njegove knjige prebral in ko sem jaz prebral, da je Sydney v maraton laufal, mislim, Sydney v njih 6 dni laufal v krogih in stadion, so neko oče ideja, grejo mi v Ivančan, tukaj naredi stadion 24 ur. Pa grejo, pa sva šla, sama sva bila. Tam sva si na kuhalnik naredila nekaj, da so grela unec, ki je bilo vse premočen in 24 ur na unmu 260 metrov stadionu. Je zakaj zato, ker sem knjigo prebral. Ok, v redu. Ni to pametno, ni to zdravo. Ne? Ja. Ampak ja, je pa v redu, da nas nekdo goni naprej, pa da imamo to, ampak do neke, ne, se tudi ni fajn ta botoks, ampak ja, kam ga imamo una, ga še imela še una. Ni lih v redu, ne, ampak ja, to je pa ta sociala danes. Ja. Kaj pa tebe žene, mislim, hočeš samemu sebi dokazati, da grem jaz to izprobati, jaz to izmorem, ali se mogoče, ne vem, zavedaš, če bom jaz dal to čez, bom se zavedal, odkril, se mi bo slika razširila, bom spoznal samega sebe, v katero smer te bolj žene, no? V bistvu zdaj tole, ko smo šli delati v Goričko Piran, pa Ivančna Tolmin, ko smo šli delati, ne, in to zdaj 500, ne, zdaj je samo dokazovanje, ne. Če mi prvič so podleteli, ne, ker sem takrat ta hudje delati, jaz nisem oblekel, še nisem ga oblekel, no, ne, ker sem rekel, če nisem naredil, ga ne bom imel gor, ne. In samo dokazovanje, ne, zdaj, a bom odkril sebe, ali ne, kaj več, a sem tukaj zdaj kaj več odkril, ja ne vem, no, jaz ne vem, če sem, pa sem bil tam na uni poti, tukaj dol Frankolo, pa kaj sem bil tukaj zaspan, pa sem se tam mal
une palce ognil, pa me mičkan že zapignil, pa sem, ko grem naprej. Ne vem, če sem se kaj naučil. Ne vem, mogoče žalostno, mogoče ne vem kaj, ampak nisem se. Je pa res, da mogoče še nekaj potrditev, da rečeš, ok, tudi takrat, kad ti težko, še enkrat, se izmoriš, vidiš, ne greš, ne. Pa ne vem, kad te boli, pa greš, ne. Pa to narediš dvakrat, zdaj imam pa dovolj, ne. Pa veš, da moraš še 100krat ponoviti, ne. Kaj imaš v tistem trenutku v glavi, ko, ne vem, žulj že ono svinsko boli, pa imaš pauzo glih, da se malo napiješ, pa veš, kaj je v glavi? Moram, drugače bom sam pri sebi izpadel pička, sorry, tako ti povem. Moram, drugače sem loser. Razumeš, da loser si, ker se vsak jutr, ko se bo zbudil, še ko loser si. Nič ni v tebe. Ja, že tako je ta tekaški tek, ne. Čeprav, ja, ni prva stvar, recimo 500, takrat prva, ki mi je spodletela, ne. Pač ja, pa kaj, pa smo živeli naprej, pa je bilo v redu, pa nikoli nisem bil v depresiji zaradi tega, ne. Ker to je, če že zaradi tega v depresiji, pa da spust šport, pa to nikoli nisem bil, ne. Sam tisti trenutek veš, da moraš narediti zato, ker si ti zadal, ne. Drugače boš imel samo, pa nima samo podobe slabe ali pa tako, da bi rekel, pa kuno, rečeš, pizda, stari, nisi zmogel. Kaki ti si loser, tam nisi zmogel, ne. Tako da ja, samo to. Ne, samo to. Je pa tako, da sem vedel, kaj se spuščam, ko se mi je žena spodletela, to je najhuje, ne. Ko veš, da kaj te čaka, ko si bil že na podobni taki zadevi, pa ti spodletela, ne. Na koliko kilometrov ti je prejšnji spodletela? Sicer takrat mi je na 100, 110, 120, ne. Razlog? Razlog sem povzel flaško kofeina, ki je, ne vem, 20 teh kavnih žlic noter, ne, in to sem jaz pil kar itak, ko sem se jaz spoznal na šport, ko se še danes, ne, sem spil celo, ne, in me čist me odrezal. Trde mišice, vse, finito konc, ne. Utrip na pas matere, bruhanje in tam Rauber komanda bruhu in gotovo, ne. Je pa tudi takrat res, da sem imel en mesec pred tem poškodbo, nekaj nema, kaj išjes, ali kaj je bil nekaj mi zategnili in jaz nisem takrat skoraj en mesec na člafu, ne. Pa direkt na to, ne. In tako so bile še bolj trde noge, ne. Tako da ja, tako neko samo dokazovanje, kaj ne vem. Pa se recimo zdaj po 500-ki si se, ne vem, sedel kaj dol sam s sabo ali pa, ne vem, če si bil na sprehodu, pa si malo tak, kako bi rekel, vse probal absorbirati trenutke, kilometre, korake, si bil tak, aha, ok, pa to je bilo, ali pa ne vem, to sem dal čez, pa sem mislil takrat to, pa se je zdaj izkazalo, narediš kako tako samo analizo oziroma z mislimi, da se, kako bi rekel, jih malo povzameš, ali... Veš, kako jaz velikrat nisem naredil še do zdaj, ne, da bi bil na sprehodu, mislim, sem že bil na sprehodu, oziroma sem že na izi bil, ne, ampak zdaj, ko so se htepli z Matejo Palala, so rekli, gremo po ta stari cesti, vidimo, kje smo mi to bili, ne. To so oni spomini, kad ti pridejo, veš, prečeš, ali tukaj smo pa to, ne, tukaj pa dežvali stari, ampak smo, ne, smo pa izalili te, ten cel avto te je zalil iz vodo, pa smo, ne, veš, ne, pa tukaj pa sedel, pa si rekel, ne grem nikamor, itak ricajt nikamor, ne, ampak si, ne. To mogoče, to podoživljanje, pa ki si na teh lokacijah, ne, zdaj, ne bom rekel zdaj, da sem celo Slovenijo že, ampak dejansko od Tolmina, Kobarida, Kopra dol, ki je zdaj Metlike, Maribor, tukaj prvi zgor, Ptuj, Lendava, Radenci, ne, v bistvu smo že res skor celo, ne, mogoče še kamnik manjka nam malo, ampak ja, dejansko, kad ti tudi služba prepelje na te lokacije, rečeš, pišu, kale, tukaj smo pa bili, ne, pa si bil bogi, pa si to, pa si tam si pa bruhu, razumeš, tukaj si se pa za ograjo držal, pardon izrazu, tam si pa srov spredi zadnjo, res je, pa smo, ne, tako, ne. Predvidevam, da ti je tudi malo žal, da pač si imel, kako bi rekel, tek kot projekt, ker si pač mogel laufati, si nisi mogel ostaviti zdaj tu za 20 minut, pa se malo vsest, pa občudovati naravo, pa ljudi. Si dal mogoče kakšne kraje kot zaznamek, da pa, sem pa moramo priti pol, ko bomo fertik, da tu res malo si še pogledamo, pa to so bili kakšni kraji zdaj? Bili so kraji, zdaj ti žal prosti, ne bom mogel pojeti, ker je, ampak ja, zlasti Metlika, tisti do konca, veš, Kozjansko, pa tam, izredno lepih cerkvice, narava, zastopaš res ful lepo, ne. Ja. Tako da, ok, meni itak Tolmin, Kobarid, tam itak topa, ne, da bi rekel te cerkvice, pa to meni so cerkvice v redu, pa nisem veren, ne, varujem nekaj svojega, ampak to je meni vedno lepo pogledati, pa rečeš, lej, pa domačini, pa easy life, veš, ne tam mestni vržeš, sedeš dol. Mlizan sem rekel, so bila z Matejo gor, tukaj pri nas v Stični, so se malo sprehajala gor pred našo tole ultro, ne. Se kot deva se vsest na travo, pa dol ruzake, pa se ležo, pa so gledali gor v nebo, se kot čutiš, kako ta energija gre. To je to, kar imamo v Sloveniji. In jaz Mlizan sem rekel, mislim, da je bil Švicar, ok, sem rekel, lej,
imamo hribe, imamo morje, imamo reke, vse imamo, sem rekel. Res je lepa Slovenija. Ne? Vse imamo, kar češ. Tako da ja, včasih ti je že tako, ja, da kad laufaš, da ne moreš reči, zdaj sem pa tukaj usedel za 10-15 minut, pa jaz rekel to energijo. Pa verjamem, da bi pomagali mi definitivno bolj, pa kakšna masaža ali pa, da tako rečem, pa kakšni tableti protibolečinske, pa karkoli, da bi se usedel dol, pa da bi absorbiral energijo od zemlje. Jaz prej verjamem to, pa nisem v meni sekti, pa meni ne verujem nekaj ekstra, ampak ja. Jaz tu mislim, ne vem, meni, ko smo imeli na to te planinske pohode, pa to hodo in ne vem, kako se je začelo, v glavnem se spomnim, da sem dosti krat drevo objel. Pa sam objameš in bi ti naj dalo energijo in zdaj že sicer tega res dolgo nisem prakticiral, ampak ja, pač se že zakoni fizike, energija ne izgine, ne, se samo pretvarja, zdaj pač odvisno, kako si ti, kako bi rekel. Nekaj predvidevam, da je tudi čustvena zrelost pa sprejemanje, ampak če zaznaš, ne, je to. Dajmo malo opisati to tvoje 500, kako si splaniral postanke, na koliko kilometrov si mogel pol vmes narediti kakšne spremembe, pa ne vem, reči ekipi, zdaj pa se moramo mi malo preostaviti, ali pa komod zdaj še, ne vem, 20 raztegnemo, kako je bilo z masažami, muskelfiberom, prehrano, kaj si jedel, dajmo iti malo to skozi. Ok, ja, v bistvu to je zelo dost preprost plan, ne, ki pa je hitri skrene iz tega, ne. Ja. Do te mere, da sem imel sestavljeno ekipo, da gremo po vrsti 2 voznika, ne, ki sta bila pripravljena takoj biti za ta projekt. Starša za oče, ki je skrbel zame za prehrano, ne. Mama, ki je skrbela za vse udeležence, ki ste prišli, hvala. Ja. In pa Mateja, moja punca, ki je skrbela za socialne omrežja, pa malo poročanje levo desno, da ste videli, kje smo, pa kako nas ujeti, pa te zadeve, ne. In to je bila pač naloga, da se na vsake 5 do 7 km zaustavlja avtodom. In da, ko jaz pridem do avtodoma, si vzamem, kar si bom vzel, oziroma pač meni tam ponudijo, oziroma kakor se bomo rekla. Hitre to ratali iz 7 km, pa smo šli na 5, ker smo videli, da je boljša, Ja. Ker pač ja, je časovno, sicer sem imel neki vodo presepa, pa pol je odvisno od utrujenosti, ne vem, če je temperatura, ne vem, koliko je bila tam, ker smo bili dol Kastanjevice na Krki, oziroma dol pri Cerkljah pa v Krki, ker je bilo res vroče, ok, dajmo se ustaviti na 4, na 5, kakorkoli, da rabiš tekočino, Ja. da se ne bi, to ni tam 100 km, to je le 500, da ti pač si v redu, Ja. Ti računi, da moraš biti na 250, če Še frišen. pa kje od tega, ne. V glavnem, ja, po se po v bistvu sprot se tam prilagaja, 1101 prilagoditev in ekipa itak, da moraš ti imati med sabo, ne. Jaz sicer ne vem, kako se gore reče, v hribu enemu smo se spičili ekipo, pa ni za v javnost, sorry, ne. Ja. Res smo se, božjo mater smo se poslali, Ja. ampak smo šli naprej, ne. In to si mogoče štejemo največjo čas, da smo šli od. Jaz sem te rekel, kaj veš, da jaz kaj uro pritisnem enkrat na stop, da smo mi zaključili. Ja. Pa sem lahko še tako v redu. Jaz sem tak način, ker jaz pritisnem uro na stop. Finito, smo zaključili. Pa je manjko 1%. Res takrat tam je šlo pa res in to si štejemo čas, da smo šli kot ekipa naprej. Pa kaj je bilo, ne vem, niso... Malenkosti so. Malo po malo. Malo in malo po malo in ok, gremo spat 1, 3, 4, 5, ne, in zakaj, a veš, pol pa 1100 vprašanj, zakaj je to bilo, zakaj je bilo to, ne, 3, ne. Pol pa itak preurejeno nazaj. Pa mogoče še nazaj, ne za nazaj, za ta dan. Ja. Za 5 let. Ja. Razumeš, ker se poznaš, ne? Ja, Normalno. valjda. In je to, ampak to je sestavni del ultre. Ja. Si ti po 2 dneh, izrazil zjeban, ker ne spiš. To je to. Ja. Ne? In jaz sem vedel, da bo do tega prišlo ali podobnih zadev. Ne? Ponovadi se tekače, pa ekipa se skregajo. Ne? Ja. Ne vem, jaz vem, da sem rekel, da mi rokavice. Ne daj mi te rokavice. Ne daj, bom une vzel, ne. Pa ko že greš, ne daj mi une, pa stari moj, daj zdaj petiš nekam, kaj si zmišljuješ, zastopaš, ne. A pa kva bi jedel, daj mi dunece, pa ti primer dan dunece naredijo, pa ne vem, jaz ko sem se želel, recimo v Murski sem se zaželel McDonald's, vstal v srce se, da pete mi po McDonald's. Bi cheeseburger jedel, pa en po free mi date. So šli iskat. Ja. Ne, pa so mi šli toliko na roke. Vedeli so, da do tega pride in so že navajeni od prej, ampak ja, ne vem, pico bi, v redu, pete pico iskat, ne.
Če rabo si v tistem trenutku tisto, kako bi rekel, da dušo zadovoljiš, da ne? Tako ne. Se pravi, to je luksus, ne? Ja. Jaz sem bil 5 dni, oziroma 5 dni, 4 dni, koliko tega je bilo, jaz sem bil luksus. To, kar sem jaz rekel, so oni meni del, noge mi dvignem, da mi nogo dvignem. Pa ja nisem sam, nekdo drug ti je prijel, primer, ne. Ja. Tako da to je luksus, ne. Oni so pa nastradali. Tako da ja, ekipa, ja, itak brez nje ne bi, ne. Definitivno, da ne. Tako da ja, pa to, ne, mes enkrat ponovili ta postanek, pač tokrat ponovila, ne. Tako da ja. Poleg tega pa še predtem pa vse te podpornike zrihtati, razne sponzorje, te zadeve, da so nam kaj šli, a ne na roke, to je pa tudi druga zgodba. Čist drugi glavobolj. Čist drugi glavobolj, nekateri zainteresirani, nekateri obljubljajo, pa pol nič, nekateri presenetijo, nekateri pač pričakuješ, pa pol te ne. Ampak ja, to sem vse sam zrihtal, nisem imel nobenega, da bi pač to urejal. Pa sem si stokrat rekel, da bi nekdo mogel biti zadolžen za to, da bi to rihtal, da bi jaz imel možgane na off, ne. Ampak ja, tak sem, da sem rekel, da bom jaz to vse sam zrihtal, pa ne zato, da bi imel večjo kontrolo nad tem. Sem kaj, če zdaj se enega tam obremenjujeti, pa reči, da Matej, ti se s tem ukvarjali, pa to starši, ne. Ja. Kaj bo, starša še dobro, da sta šla zraven, ste malo starejša, mislim starejša, ne, zdaj mu je to kregala, hecam se. Ne, a veš, tu za njih je napora, razumeš? Ja, normalno, ja. Pa ne spanja, ne, pejte spat, vi morate spat, ne. Jaz ne smem spat, vi morate spat, ne. Ja. Veš pa, kako so starši, ne. Skozi bi bili zraven, ne. Ja, morate spat. Pa to, tenzije levo, desno, gor, dol, ampak ja, smo sfajtali, tako da evo, hvala lepa ekipa. Koliko si spal? 6 ur. 6 ur. Dovolj, premalo? Če zdaj gledam preveč. Okay. Veš, kaj hočeš, ja. Ampak takrat pa veš, da je pomemben, da se resetira telo, ne. Tako da smo hodili po uro pa polno, ne, počivati, ne, in pač te dvignejo, te uri gremo. Koliko ur vsega skupaj je trajalo? To je bilo vse skupaj, govorim z komplet vse, 106,4 ure. Si 6 ur spal. Ja. Tako, ja, tako. Si se začel, kdaj si se začel zavedati, verjetno si pač začutil, da ok, zdaj pa je pomanjkanje spanca, že daje davek na telo, Kako te je to, no? Po prvi noči, ne, vidiš, da nekaj se dogaja, ne, da nekaj ni, ne, in jaz velikrat sem zdaj tukaj opazil, pa tudi na koncu, ko smo bili v variant, mislim, gre s palcemi, ne, jaz imam zelo rad palce, da imamo, ne, in enostavno, da med tekom kar mal se ne spomniš 2-3 sekund, ne, ni to, da bi, ne vem, 1 minuto tam, ne vem, ja. To so univceki, ki se ne spomnim 4 sekunde, stari, kaj je bilo, ne. Ali pa ne vem, video mi Mateja nekaj predvajala, ne. Saj nisem... Nisi registriral. Ja, ne. Pa še to moram, to sem rekel, da je rekla, da sem nekje ful joko, pa moram vprašati, če je to res, ne. Sem rekel, ne verjamem ti, da sem nekje joko, ko smo se nekaj z enimi srečali, pa to, ne, na Trbovlah gora, ne, ko smo šli v Marijo reko, pa tam gora, ne. Oziroma Marija reka, kva je tam prelazna v glavnem, ja. Nisem... Ne vem, jaz sem spomnil, da bi kaj joko. Nekaj čustveno bi bil, a veš, kad ti kdo pride pogledati, pa to. Ja. Jaz se tega ne spomnim, sem rekel, to se ne spomnim. Tako da moram še eno informacijo dobiti, če sem res, ne. Pa ni problema, če sem. Ja. Jaz sem zelo čustven človek do tega. Jaz, ko vidim kakšnega, veš, ki je vesel, ki je prišel, pa ki je on mogoče ima so vzne oči, fertik, jaz tudi, veš, pol. Ne. Tako da, to moram še pozanimati. Nekaj delov manjka, veš, ne, tako da ja. Pač telo je bilo na avtomatiko narejeno in ja, ti si mogoče, kako bi rekel, čustveno te je zmanjkalo za par sekund, telo pa šibalo dalje. Ja, tako je. Noro. Kak si pa hrano, pa mislim, si lahko jedo, je imel želodec prostor, ti je pasalo, ti nisi bil... To sem imel pa ful srečo, pri tej ultri, res je, in z mišicami in s hrano, da nisem imel toliko trdih mišic, ki ponovadi stegnavam, jaz res, ko miza tale, ne, ja. res kap, ne, trda in to je ful težko, ne. In hrana mi že letos, mislim, pri tej ultri res uspela, ne. Zato, ker smo začeli res, smo se držali strogo to, kar sem rekel, ne. Kruh od kurkume pa mal meda, ne. Ok, kurkuma pa šla zraven, ne, kurkuma pa med, in to skozi, pa solne tablete. In sem delal skozi to. Zelo dolgo časa, ne. In pa pač ta napitek, ne, poseben za pač te ultra preizkušnje narejene, ne. Ja. In samo to, skozi to, ne. Kot pa tudi problem je to, kot ti ni pasal, da si to vzel, ne. In takrat, ko je bila pa noč, ne,
Sem pa tudi vzel ta napitek si svoj, Ja. zdaj, ko sem ga na novo probo od Endurance, je pa prav flow ti da, ne, sej napis ima flow gor, ne, zdaj vidim, zakaj ima flow napis. Res ne bi rekel, Ja. a veš, še sem ful veliko stvari že probal, ne. Pa sem rekel, pa dajmo še to. Ampak to je pa res nekaj, ne, veš, kad ti da prav flow, pa ni to, da bi ti puls dvignil, pa da bi bil ne vem kaj nahajpan, Ja, veš, tako, ja. kad ne vem, malce za srbika ima eno zadevo, noter res te stvari ne poznam Ja, stvari, ja. ne, ampak kar greš, no, tako. Greš. Tako da ja, to se je ful poklapal in pol mi itak, če ti zapaše, veš, pršut sem jedel, vse sem jedel, sir sem jedel, pašteto sem jedel, neke gresine jedel, žabc teh bombonov itak požrl, da cel mlaka zdaj pri meni noter. Tako da ja, vse, no, to je ful bistvo, da hrana, da ti paše, ne. To sem imel, hvala Bogu, da je to ratalo. Si uspel stopiti kaj že na tehnico? Veš, ko sem se pogovarjala, Ja. ponovadi imam jaz 80 kg tam okola, ne. Ja. In ko sem prišel domov, sem jih imel 83. Si goršal? 83 sem jih imel. Ne morem Jaz nisem mogel verjeti. Zdaj, a res, da sem bil, pardon izrazu, zjeban, pa vse živo, pa zabuhal, ne vem. Ne vem. Okay, Po pa nisem šel, naslednji dan nisem šel več. No. Ja, ja. Tako da ja, zanimivo mi je to. Zato sem takoj to cifro kupil, ker vem, da sem skozi jedel. Ne. In sem jedel ogromno. Ne. In pice sem jedel in vse, ok, vse sem, ne vem, koliko 42.000, ali koliko je bilo, ali 47.000 kalorij, ne vem, koliko je bilo na pamet. Ampak ja, dejansko ja, sem gor, ja. Zanimivo. Je pa res, da je bila ena tehnica iz Kitajske. Možno to, ja. Možno to. Je dobro, omenil si že tega Slovenca, no? Dušana. Ja. Tako pri vsakih nekih aktivnostih si imel ti, kdaj si sploh začel s tekom? Jaz sem začel s tekom, ker sem prišel v vojsko, se pravi, pa še ne takoj 2000, ne vem, se pravi 8. Ok. Si imel takrat kakega, ne vem, idola čez lužo, on je pa tekač, pa ne vem, si ga spremljal, si imel kakega? V bistvu mene za tekme pravzaprav navdušil en družinski kolega, ne, ker smo začeli najprej biciklirati, pa tret, pač tako mi je šport malo predstavil, da bi nekega imel prav idola, ne, pa sem začel, ker sem te knjige, ne, pa skoliko sem rekel, tale Dušan Mrle, pa Ričerol, pa Dinkerne za sto, ne, in potem to potegne nota, ne. Da bi ga pa prvo tako imel, ne, a veš, ka pol tudi, ja, se je idola, ne, pa Dušan je še pretekel Transa Evropa, Amerika, ni da ni za Avstralija, zastopaš to 4 ure kilometrov, delo 28 dni, ne, dio pamet, ne, pa, veš, sej, ti veš, da že, veš, ti bi mogel, kako bi rekel, živne osnove nimaš, pa ne zato, da bi nekaj rekel, on je imel, jaz pa ne, daleč od tega, ampak, a veš, jaz sem Avstralijan, ko nam šel prelafati, že zaradi finančnih sredstev. A veš, kaj ti hočeš? Ja. Pa lahko Slovenija po 6krat gor dol, to drži. Pa ista razdalja, ampak veš, kaj hočeš meč. Neko je dosegljivo, neko je pa pač, da moramo biti realni, a veš, ne. Realni optimist je spravim, ampak ja, nisem pa nikoli nekaj imel idola, no, to pa res ne, no, da bi tako rekel. Pa z vsem spoštovanjem do vseh teh, ne, hvala vera, ne. Kako pa gledaš v bistvu na tek? Kaj je tek? Kaj ti pomeni tek? Mislim... Da sem boljši človek. Evo, to je to. Da bolj lahko funkcioniram pol, ko končam s tekom. Ne. Umirjen, vse bomo rešili. Ne vem, se karkoli ti tam šef neki da, bomo rešili, ni problema. Umirjen, boljši, no, evo. Si slučajno mogoče beležiš od prvega dneva, ko si začel, koliko si jih do danes že prelaufa, koliko je kilometrov padlo že? Je na Suntutu oziroma Stravi tam zabeležen, pa tam, da rečemo, da jih je tam zdaj okoli, mogo bi zdaj pogledati, tam 50 ur. Fuck. Tam jih je že malenko 6, ampak ja, no, ajde, da rečemo. Vsega skupaj. Ker mi je zanč kolega vprašal, mislim, da 1 leto nazaj, ne, je rekel, koliko imaš kilometrov, sem rekel, leta stari, odkito ti povem, ne vem, sem šel pogledat gor, kam imaš tam statistiko, od zdaj do, ne, in ja, tako da ja. Noro. Ja, nekih je, ne. Noro, 50.000. Kaj pa, kar se opreme tiče, mi smo na vezi, jaz te skozi gnjavim za moje žule, ko gremo odlaufat, pa z okni, pa šuhi dobro, jaz tak nijem nič specifičnega kupo za laufat. Kaj ti nosiš, kaj imaš obuto, kaj imaš oblečeno, pa kaj bi priporočal, pač ne vem, tistim, ko se lotevajo laufat, pač kaj? Veš, da začnem ta moja, da bi rekel, vojaško kariero, kar se tiče oblečila, ne,
mislim, vojaška športna kariera, kar se tiče oblačil in te nošnje, je začela, čisto tako bom rekel, če lahko znamke omenim, kar je mor, kar si poznal tamle na netu. Ja. To si kupil gotovo in to si imel na sebi, kar si navlekel, to je to. Ne? Pač si dal nekaj, kar si kupil, kaj je pisal sport, fit, ne vem, running, to je to. Dal si nas in si laufal. Ja. Pa si laufal 10, pa 20, pa 40, pa kakorkoli. Pa enega dne dobim na Messenger, zdrav živim, že bi ti prišel k nam v Trzin, Mičken, Salomon, Sunto, imamo pa to, pa bi se pogovorili. Jaz gledam, ko veš, to, vesel kot otrok, puls 170, koliko pretekel v osnovni šoli, kar napačno. Ja. Ok, tukaj je bilo pozitivno, pridem kje, se pogovorimo, vse, bi ti nosil naše stvari, Salomon. Zakon. Jaz sem mislil, da sem Boga za jajca zagrabil, pa hvala Bogu za tisti trenutek, pa takrat se meni še bolj, sem rekel, no limits. To je to. A veš, takrat prečeš, kje pa še teko, grem zdaj le laufat, ne vem, kakorkoli, razumeš, ker ti je bila neka motivacija in tudi una psiha, glava, zastopaš, ne. In sem še danes ostal zvest Salomonu in sem tudi, pustimo, malo se je levo, desno zamaknilo vse skupaj, ampak ja, je pa tako, kot si mi rekel, za začetnike, pa to, kar se tiče obutev in oblačil, kar vam je v redu, ne, kar vam paše. Zdaj se ne bom rekel, da je ta čevelj najboljši, ker če jaz tega rečem, sem se zlagal na celi črti. Ja. In ni to prav, ne, kar ti paše, kar je v redu, nekomu bo ta znamka pasala, nekomu ta znamka, ne. Ja. In jaz sem pač tako, sem pa pač nekomu zvest, pač, ker nekaj ti nekaj nudi, če ti je v redu, a ne, zakaj ne bi bil, a ne, Ja, pač to, a ne. normalno. In všeč mi tudi, res s Salomonom lepo sodelujemo in je šel zdaj tudi nam v podporo temu projektu in za vse ekipo, tako da res hvala lepa. Ja. Sunto tu se je pa pol malo zadeva, da bi rekel, zamaknila, ker je ta Amersport je bil, ima veliko znamka, ne, noter v Amersportu in je pol Sunto šel stran in je ostal samo, je šel Sunto čisto posebej. Ja. Ampak mi smo ostali s Finci direkt v kontaktu in tako da jaz zdaj testiram te malo ure in preden ure pridejo na slovenski trg ali pa pač na trg sploh, jih mi dobimo 3-4 mesece prej za testirati, kar oni nam zahtevajo in ostavimo na liniji in testiramo. Ne. Tako da tudi temu sem ostal zvest in to vidiš, kaj pomeni, kot ti tujci rečejo, good job, pa ne, to je to. Ne. In ja, tisto, kar ti paše. Imamo pa brandov malo more. Sunto, kjera firma, mislim, kjera država? Finska, čeprav so zdaj neki Kitajci levo desno prevzeli, ampak ja, ok. Generalno se še nekaj izdeluje gor, nekaj ne, no, odvisno od modela ure in te zadeve. Imaš, to sem ti že, ko smo se videla, sem ti rekel, ne, misliš mogoče, ali pa ne vem, če so te prešvignile misli, bo v prihodnje padel kaki, ne vem, daljši projekt kot 500, ne vem, mogoče zaokrožil na Jurija ali pa... Ja, zdaj bi moja ekipa bi bila zelo presenečena, če bi kaj rekel ali pa to. Ne, zaenkrat tudi hitro rečeno, ne razmišljam nič, zaenkrat ne. Ta 500 pa si jo, ne vem, je bilo čez noč, da si rekel, jaz bom pa šel, ali se je mogoče dlje časa nekako transformiralo v... Ne, v bistvu takrat, ko smo naredili 300 plus, no, 300 plus Ivančna Tolmina, ne, sem rekel, zdaj gremo pa na 500, ne. Ni bilo nekega pravega razloga, zakaj. Ok, v redu je spodletela, sem rekel, to, kaj spodleti, treba še enkrat jeti, ni druge. In to se je pol vlekel, meni se je ne vem, nekaj let se je pa vlekel, 3-4-5 let se je vlekel, da sem jaz to naredil, sem rekel, nič, pa za svoj 40 rojstni dan moram to narediti in je to, ne. Tako da ja, je uspel. Pred kratkim se tudi veliki mejnik, kako bi rekel, premaknil, no, v svetu teka, pač koliko jaz amater, pa spremljam, so, lahko bi ga šel zdaj googlat, v glavnem Afričan je pretekal maraton pod 2 uri, kako bi rekel, brez neke ekstra podpore, vemo takrat za Kipčoge, da je imel pacerje pa vozila, ne. V vsem tem času, ko ti laufaš, je to, kako bi rekel, nekako normalni napredek, ali so to res take, za moje pojme so to pač neverjetni dosežki, ampak kar se tiče za te profesionalne tekače, po tvojem mnenju, dokod bomo prišli, ne vem, bo čez 5 let, ne vem, se bo maraton prelaufal, ne vem, ura 50 ali pa, ne vem, Ja, veš, preden sem jaz tole našo ultra začel, sem ene 3 knjige psihološke prebral, kar se tega tiče, ne, prav psihe pa to, med njimi je bila tudi ena ta knjiga, ne, teh umitev, kar se teh tekačev tiče, ne.
enostavno igrajo res toliko mehne vloge raznih teh copat, karbonske plošče, ne? Pa ne samo karbonske plošče, oprema, kakšno imaš ti to mikico gor, ne? Ampak to so 0,1%. Sam 0,1% za unga Kipčega zastopaš iz Afrike dol pomeni minuto, ne? Za naju ne pomeni čistež. Sorry. Razumeš, ne? Ja. Gledamo une, mislim, enostavno, vsaka malenkost za njih vse pomeni. Ne? In pač temu se čisto podredijo in to je taka strogost od hrane, od opreme, vse do potankosti zrežiran, kako bo, kaj bo, zakaj bo. Tako da ne vem, kje je ta meja, če sploh človeštvo ima mejo, ne vem. Imamo belci tu sploh kaj šance? Po moje, da... Glede genetike? Po moje, da ne. Nisem strokovnjak na tem področju, ampak glede na to, koliko preberemo, slišimo levo, desno, že tako, ki si rekel, genetika po moje, da ne. Mislim, jaz si pač čist tak, kako bi rekel, nekdo bi rekel rasistično, pač če so oni celo življenje pred levi mogli laufati, valjda, da ima v genih zapisano, pa dolge noge, pa suhi so, mislim, koga zela, veš, leto, ko... Pri njih imajo že to meča, oziroma to, da bi rekel, se pravi, zadnjo ložo imajo precej večjo oziroma daljšo kami in to jim tudi pomaga fula, ne. In tukaj je ta, da bi rekel, catch, lahko tudi, oziroma pripomore k temu, ne. Tako da za nas, ki smo pa toliko hitri tekači, pa ne rabimo karbonske plate. Mene je takrat, ko je Kipčoge v Berlinu pod 2 uri laufal, sem rekel, sem šel tu okoli, sem si isto na stravi zmeral, pa 1 kilometer, sem rekel, vmes 1 kilometer, njegov tempo laufal na 20-40. Ni šanse. Ni šanse. In takrat je bilo prvič v življenju, nasplošno glede vsega, veš, tako si ti prerekel, marsikdo reče, da bo lahko nekoga vstrelil ali pa kaj ne, če bi bil v taki situaciji. Takrat je bilo prvič v življenju, da sem se jaz, kako bi rekel, sam sebe prebudil, pa sem bil tak, pač, to je nemogoče, pač, ne morem tako hitro, pa sem veš, kaj mislim, ne? Ni šanse, zdaj pa, da taki tempo držiš in me res, kako bi rekel, prizemljilo na nek občudovanja vreden način, nečloveško, no. Pa pred kratkim sem tudi zasledil, za Nemče, to res vsaj pisalo je tak, kak je bil v bistvu plan tu zadaj prid Kipčoge pod 2 uri, da je v bistvu ga, zdaj možno nam zamešal Nike ali Adidas, v glavnem, so ne vem koliko milijonov vložili v ta projekt, razvijali ne vem koliko let, pol pa pač ni bilo, kako bi rekel, to zato, ker je imel pacerje, ker je imel ono pa tisto, ne, pol pa je zdaj, kaj imel pa zdaj ta obut, ki je pretekel, pa je bilo druge firme in... Oni so tam v Monci, mislim, da so delali na dirkališču, ne? Imel on prav vse avte označene, te, da bi rekel, črto, do kje mora jeti, imel je tudi te, kako se reče, pacemakerja, ne, da so jim držali tempo in vse je bilo zrežiran do potankosti, do milimetra natančno, da bo pač naredil po 2 urama. In tudi zračunali so veter. Vse. In če veter, in so predstavljali, če ni vetra, tazga, pač ne bo šel, ne. In pač, ker so tudi mu podajali vodo, tako kot so mu podajali, ne, kao zaradi vetra levo, desno, ne šteje kot uradni maraton, zdaj pa taga je pa pač tako prekašal, ne. Če se spomnimo isto, tale pokojni, mi boš pomagal s Prinkom, ki je gor iz, ne vem, koliko visok skočil, no. Felix Baumgartner. On je recimo bil prvi, ki je skočil iz te razdalje, ne, ali kako je bilo, ne, in ampak takoj za njemu, ne, je pa še, če kakor mi je znano, je pa od Google majster tu skočil. Sploh ne da bi vedel. Brez kakršnekoli prepoznavnosti sam vrgu se dol, naredil to je to, ne. Tako da imaš vsega ljudje delajo, vsega sposobni, vsega, noro. Noro in malenkosti, ne. Pa najbolj me oni dan šokiral, sem slučajno videl, snemali so Afričane na enem svojem, kako bi rekel, ogrevalnem treningu teka. Pa on je razlagal, first 10 kilometers, easy pace, 3:30 to 4 minutes, we talk. Zmislil, kaj stari? Druga zgodba, drugi svet. Se ti zdi, zdaj, če se vrnemo na začetek, nazaj na vojsko,
vsaj jaz te v taki sliki vidim, v takih očeh, da bi vsak vojak mogel biti toliko tekaško sposoben, kot si ti. Dobro, pustimo zdaj neke tankiste pa pilote, ampak vsaj pehota, ne vem, jaz sem že dosti krat razmišljal, ko smo se menili, pa to za podcast rekel, zakaj ni recimo več takih kot si ti v slovenski vojski, ko radi tečete, ko ste tekači, pa bi vi, kako bi rekel, dali malo vašega znanja pa doprinosa, kar se tega tiče v pehoto pa v usmeritve glede športanja pa tega, ne, mislim. Imajo kaj najdrajni posluha glede tega ali pa se kdaj kaj ponudi, kakva priložnost pa reče, daj časno, daj boš ti, ne vem, prevzel ali pa te kdaj kaj vprašajo ali pa ne vem. Veš kako je to, ne? Ti imaš v okviru slovenske vojske, imaš reprezentanco SV, ne? Ja. To so hitri majstri, pripadniki in pripadnice, to so hitri, ne? Jaz nisem hiter, jaz nimam kje tam iskati, to je prvo, ne? Znanja, da bom jaz v vojski, recimo desetkom, ki je povedal, kar se tiče, ali pa pač enoti, oziroma pač motorizirani enoti, ne, pehoti, kakorkoli, da bom jaz kaj znanja povedal, kar se tega tiče, ne. Res je pa tukaj bolj, kar se tiče glave, ne, kako glava deluje na to, ko je utrujena. Razni, ne vem, selekcijski postopki ti tudi lahko marsikaj povejo in te preizkušnje, ne. Kot tek sama, ne, je pa mogoče ne, zavedanje, kako je dobro, da se športa, da se fit, da boš lahko dal ruzak nase, pa še pohor je gora, ne. Ja, se bomo vsi zadihani, tudi jaz, če grem zdaj z ruzakom gor, ker nisem vajen obremenitve. Ja. Mogoče ta smer, samo to se nič pač ne pošteva, ker pač po eni strani jih razumem, po drugi strani, ne vem, tudi ni nekega, ne bom rekel, ne toliko bonifita, ampak se pravim, mogoče niso vrženi toliko to, da bi jim to prišlo prav, čeprav jim lahko pride hiter prav, ne vem, kako bi rekel, v glavnem. Bolj iz tega psihološkega stvari bi jim lahko povedal, marsikomu, ne, kako pa kaj, ne. Iz tekaškega pa jim ne bi rekel, da bi nekaj čisto hitro prav prišlo, ne. Ker ja, drugo je, če jaz laufam brez nahrbtnika ali pa z nahrbtnikom. Ja. Ne, to je čist druga sfera, ne. Je pa res, da je pa dobro, da si fizično pripravljen. Ampak to lahko, da se ježeš takrat, ker nas je veliko. Ja. Da si vzamemo čas, pa gremo eno skupinsko odlaufati, razdelimo po skupine, ne boljši, pa ne slabši, ne, ampak pač gremo, ker so nekateri, da bi rekel, malo hitrejši, pa malo ne počasnejši, ampak manj hitrejši. Ne. Ja. In pač, da se to zdržuje. Ne. Bolj na tak način je zgledan, da bi lahko ponudili. Kje je bila v vsem tvojem, kako bi rekel, tekaškem življenju do zdaj najljubša trasa ali pa ne vem, če imaš kdaj, ko si šel kako 10 ali pa 15 odlaufat, da se ti je res vtisnila spomin ali da je bila, ne vem, okolica lepa ali da si, ne vem, doživel neke občutke, je kakšni taki top 3 tekaški trenutki? Veš, to je dobro vprašanje, ne. Ne vem, če bi lahko rekel, ker vedno ti nekaj drugega žene, lih tukaj, ne vem zdaj kraj tukaj, ki so se pelala proti tebi, ne, ki je ful scav deš, ne. Tega sem jaz ko spomnil, pa mi je ful lepo bilo. Takrat itak, da mi ni bilo lepo, ne, ampak, a veš, vedno, tup, ne vem, so laufala z Matejo tam, da bi rekel, gor pri Tolminku Brit, v bistvu, ker se gre iz italijanske meje, pa do predeljno. Ja. Tistega se bom spomnil, ampak ker mi je bilo nekaj lepega, ne. Ja. Zelo lepo je, recimo, ta Kranjska gora tam, ne, laufati okoli, ne. Vršič pa tam, zelo lepi kraj, da bi rekel, kakšnega ekstra, ki je tako, ne. Zato, ker ne da ti je že samoumevno toliko vsega, ampak jih je mogoče preveč takih trenutkov, da rečeš, da bi pa 3 najboljše izbral, da bi mi dal pa težko nalogo. Veš, kaj recimo jaz vedno pomislim, ne vem, ali pa mogoče dosti ljudi pomisli, ko te vpraša, kdaj je bilo tisto, ko si nekaj najboljšega jedel, ali pa ne vem, ne, pa, takrat v Italiji, veš, ko smo ne. Sem rekel, moram te to vprašati za tek, ker ziher, ko imaš toliko kilometrov za sabo, imaš neke, ali, ne vem, trenutke, ko, ne vem, si tisti zadnji korak ali pa prvi korak naredil, pa je bilo full doer feeling, ne. Več mogoče, tako, kot si lepo rekel zdaj na koncu, več trenutkov, pa da bi rekel same lokacije, ne. Ja. Ker, ne vem, Kapelski vrh, mislim, da je tam, ker je taka cirkuca, pa tako do Vinograd, ta je razgledati iz trga gate. Res lep, ne, ampak veliko je takih razgledov. Trenutki pa
si mi bolj, jaz sem ful pozabljiv, tako da, ko pravijo, da te kao daje za spomin, pa to je laž, ne, mislim, hecam se, ampak meni to ne vpliva dobro, no, jaz hitro pozabljam, ne, in včasih kdo jezo nam je, ne, kako vse, ne, okej. Ampak na trenutke, ko sem pa tam, pa rečem, mater, to je pa bilo tukaj, ne. Tako kot tukaj, ko smo tamle, ko smo se mi rašla, ne, tamle na Betnava, ne, tu sem jo vedno za spomin stal, pa sem 100-krat šel tukaj, imam vojašence, ne, ko se gre k vam, ne. In to mi bo za spomin stal, pa mi rekel, evo, lej, to je to. Na socialnih omrežjih si kar aktivn, pa z objavami, pa to si slučajno tako spontano začel dokumentirati svoje laufanje, vse na Instagramu sem videl, da prva objava, ki si jo dal gor, je bil 377-kilometrski tek, ki si ga opravil v 30 urah, 31. januarja 2014. Si slučajno ali si bil tak, ok, zdaj bom pa si jaz profil naredil posvečenemu teku, pa... Ne. Takrat je prišel Iga ven, dajmo. Ok. Naš. Ne, ker zdaj pa kar, kako bi rekel, imaš, pač jaz te spremljam tek, pa vojska, vsebine, teksti, z navdušenjem spremljam, no. Tako da jaz bi ti kar rekel, si neke vrste tekaško-vojaški influencer ratal, ne. Si razmišljal, kaj v tej smeri gleda to, da je danes pač to dejansko že skoraj uradno zapisano poklic, da bi se malo boljše v influencerske vode spustil, ali pa so bile kakve priložnosti? Ne. Vojska ponudila, rekel ti boš zdaj naš ambasador teka? Ne, ok. Nisem, ne. Ampak mislim, jaz vse ko objaviš, ali slika, ali video, ali kaki zapis, pač to je to, mene vedno ali počge, ali zmotivira, ali da zamisliti, ali si mislim, to je to, ne vem, Anže je zdaj, ne vem, ful hudo se ima vrhunsko zakon, ne. Ja, hvala, lej, veš, se pravim, prej, ko sem rekel, sem srednjo medijsko in grafično naredil, ne. Mene fotografija, mi še danes, jaz imam fotoaparat doma, sicer je malo prašen, bi ga mogel prisati, ampak jaz res videe, pa to, jaz delam uno, kam je, res gušta, ne, da naredim pa to, jaz, ne vem, fotografija mi je vedno bila top, jaz sem dal Mateji navodila, to mora biti tako, pa gledaj, zakaj je to, mora biti zlati res, pa cek, to, veš, to mi je bilo vedno, pa sem pa še s tekom malo združil, pa v redu, ne. Vojska pa itak so sporednice, vojska, tek, vzdržljivost, motivacija, potem neka disciplina, neki selekcijski postopki, ki ti dajo, tako kot recimo ta tek, pa take zadeve, to pa vedno najdem kombinacijo. Glede na to, da si omenil, pa verjetno malo več kot 50,000, ne, ker ne, se v življenju tudi ostaviš, pa si vzameš čas za tebi stvari, ljudi pri srcu, znaš, kako bi rekel, izžeti trenutke, glede na tvojo hitrost. Premalo pa upam, da mi ne bo nekoč žal. Kaj je s tvojimi besedami neko bistvo življenja, k čemu strmimo, oziroma k čemu ti strmiš? Strmih k temu, da se bo vse rešil, da se da s pogovorom vse rešiti, pa da moramo gledati mogoče malo več nase, pa na druge, pa se z drugimi ukvarjati, ne. Pa pomagati si, ne. Sej, kaj, jutri me ni, zdaj grem tamle ven, pa me ni, kaj bojo govorili, nič, une medalje, kaj je, pa une priponke bo vrgel not, pa je to, šli gor na Vršič, pihnil popel, pa je šel, venc bo vojska nosila en dan, pa je to kaj, ne. To, da si pomagaš, ker jaz bom tebe rabo jutri ti mene zdaj, to je to. Tako da pomagati si, pa manj se z drugimi ukvarjati, no, pa zakaj ima nekdo neki, pa zakaj nekdo nima, pa to. Pa jaz velikrat rečem, lej, veš, pa tako, pa pa lega, pa to, ne. Jaz sem to že zdaj tako malo v hecu rečem, ne, ampak ne mislim, pa dejansko ne mislim resno, ker pa ne bo, ne. Je pa res, da se pa treba situacijsko zavedati, da je treba jeti v trgovini, pa malo čez ramo pogledati, ali pa ni glih tip, ki je pa čistne, ki ni čistne. Beži stran od njega, ga poglej, kva ima v rokah, pa kako se obnaša, ne. A trza z očmi, ali ne trza, ali kva ima v nahrbtniku. To pa ne, ampak to pomeni, da se jaz ukvarjam svojo varnostjo, tvojo varnostjo, ki si zraven mene, pa ne z drugimi. To v tej meri, da kva ima, pa kva nima, pa za kva gre na morje, pa za kva ima parkolca, pa ima v redu, nema, če bo postavilo. Ja. Se pa pogovarjava, da je ala in vere, če postavlja parkolca, meni se ne da. Ja. Raj si grem v hotel, pa mi prenese spredaj, zadaj, pa... Ja, če že tako treba naenkrat na let, jaz tudi pravim, ne.
Ja, ja. Anže, Česen, najlepša hvala, da si si vzel čas za prijaznost, da si prišel. Hvala še enkrat za tvoj 500 projekt, da so se ga lahko udeležil, da so se ga lahko drugi udeležili. Jaz upam, nekako, ne vem, čutim, da pride še marsikaj, zato da si jo še marsikaki projekt ustvaril. Hvala še enkrat za vse. Upam, da so si poslušalci pa gledalci marsikaj zapisali pa zvedli zanimivega. Definitivno pa kdor želite zihar lahko na kakem teku sreča. Ki je tvoja ruta, ki običajno laufaš? Postojni, če sem v Postojni v službi, velikrat pa Ivančna Gorica tam. Tako da ja, No, te so ja. rute. Samo se morate zgodaj vstati, ne? Kdaj, v 3 budilkah? Ja, tako, ker ni prometa in tam takrat se je začelo debate odvijati. No, evo, to je to. Tako da hvala še enkrat, da si prišel. Sledite mu na socialnih omrežjih. Če pa boste vojski, pa dajte se poštima, da boste bili korektni, ne? Bravo. Na celi razcapam prišel. Anže, hvala. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Hvala za priložnost. Hashtag Hvala. progress support. Folk, se vidimo, se slišimo. Ajde, servis. Hashtag progress report. Boy, Mr. Youth. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadalka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat.